see, 'cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am the giant. Oh, I am the giant. Živa. Hvala. Živijo vse skupaj. Klasična napaka Mr. JP je, da pozabil vklopiti svoj mikrofon. Ne, sej cool. A se me zdaj dobro sliši? Sara, hvala. A se me zdaj dobro sliši? Še enkrat. Super si. To uvodno špico. Ja, ti vem, da me dobro slišiš. Sam streamam, malo težave ponovadi. Tako da... Ja, all good, the best. Tako da zdaj še enkrat naredimo cut, zdaj odznova. Živijo vse skupaj, tretja pogovorna oddaja Špelo Kozan. Živijo Špela. Živja. Da si prišla, da si se odzvala kot prijateljica in tako cenjena gospodična, bi rekel, v svetu personal treninga, v tem reče, osebnega trenerstva. Z največjim veseljem. Ja. In na nek način tudi influencerka, ne? Ja, no, ne maram glih te besede, ampak nisem ena izmed teh glavnih influencerk, ampak ja. Ja, ne, mislim, da imaš pa ful dober stil, če mene, samo malo tiše se kukar Špela. Damn it. Moram dati drug mikrofon, nisem uspel zrihtati tega. Dajte mi sekundo. Kaj pa zdaj? Zdaj bo pa veliko boljše, jaz vidim, da je boljše, tale črtica boljše nabija. Ti me slišiš, Špela? Jaz te zdaj še bolj slišim. Še boljše. Sam, Ja. pravi imam un mikrofon, sam zdaj izgledam kot pilot, ampak dobro, nima veze. Dobro je. Ja, pol boljše. Ok. Cool. Preden gremo na to vso akcijo in zakaj je Špela tukaj, imam eno sporočilo za moj cel community, v bistvu za vse. In sicer, če pogledate v spodnji levi kot, boste videli, piše spodaj mlakom in promo code Mr. JP. In to je sicer IT podjetje, računalniško podjetje, ki prodaja vse, kar rabite za performance computer, se pravi za zelo sposobne računalnike in stole in karkoli rabite za setup, poglejte si. In ukolikor tam kupite karkoli, s to promo kodom Mr. JP imate dodaten popust. How cool is that? In to je to, jaz sem od njih upokon, rekli so mi, hočemo podpirati streamerje in jaz sem jim neskončno hvaležen, da smo za to sodelovanje, tako da big shout out tudi mlakom. Evo, to je to. Špela, let's get into it. Dej najprej tako za vse skupaj. Kako bi se ti predstavljala, če bi ti dal tako 1 minuto, kaj bi povedala vse? 60 Oh my God. seconds, go. Pri meni 1 minuta je premalo. Ful rada govorim, zaradi tega mi je pa kar tako. Ok, pač sem Špela Kozan, kot ste že slišali in opazili. Ukvarjam se z osebnim trenerstvom. Sem zelo strastna športnica že celo življenje. Pač od malega sem trenirala atletiko, borilne veščine, hip-hop, zdaj pa 6. leto teče. Dobro 6. leto fitnesa in zadnje 3 leta pa se ukvarjam z osebnim trenerstvom. No, to je. Imam 3 brate, starši so antišportniki, tako da sem se sama spravila v to smer, oziroma me je brat navdušil. To je to. Ok, cool. Ne preveč sama, pa ne bom imel kaj sprašovati, pa čez 15 minut končalo vse skupaj, ne, hecam se. Valjda, da ne.
Ok, cool. Mi začnemo vedno z enim vprašanjem, ker načeloma so namen te oddaje, je, da smo tukaj predvsem za najstnike, s katerimi jaz ful veliko delam, ne na streamu, ampak v živo. In je ena taka stvar, da večina njih ne vidi svojega namena, ne vejo, kaj bi počeli v življenju in tu vse skupaj iščejo. A ne? Tako da v bistvu neka pot za njih, pa tudi za ostale, ki se iščete, ali pa kakršenkoli inspirativni moment, navdihujoč moment, ki ga lahko poberete od Špele, od te oddaje in ga prenesete v življenje. Do zdaj lahko povem, da prve dve oddaje so bile zelo dobro sprejete, imeli smo veliko pozitivnih odzivov. Od tega recimo od Aleksa zadnjič, da mu je dala feedback, da bo zaradi tega njeno podjetje bolj uspešno oziroma je videla pot, kako ga rešiti. Do tega, da so rekli, da pogrešajo kaj takega v Sloveniji mladi in da se veselijo vseh naslednjih oddaj. In še in še. Tako da res hvala vsem, ki ste tle, ki gledate. Če nimate še profila, si ga naredite, ker na ta način, ko bo več sledilcev, in bo več, pač večji, ko bo community, višje bomo rangirani na Twitchu, lažje nas bo najti in več tega bomo delali z ekipo. Tlej bi še tu izkoristil, da v bistvu trenutno imamo postavljeno ekipo, nas je 5 noter, kar je ful dobro za to, da delamo te oddaje, grafična podoba se bo posodobila, tako da tu smo tu mi. To je ekipa 5 nas je, ki v bistvu Robi skrbi za video, Rok skrbi za grafično podobo, moj brat skrbi za moderiranje vsega tega, tako da obnašajte se v chatu, če ne boste dobili moderatorja za vrat. In potem je tle še Aleks od zadnjič, s katerim bova skupaj pripravljala, da enkrat pridemo ven s podcasti in za vsebino in tako naprej. Tako da tu je ta ekipa. Tako da to je to. Še karkoli glede tega? Ne, to je to. Ok, Špela. Kaša si bila ti kot najstnica? Ajoj. Nagajiva. Ok, glede na to, da sem edina punca v družini, poleg treh bratov, ne bom rekla, da sem bila razvajena karkoli, ker nisem bila, ker nisem imela več za kaj. Bila sem tako pač, hotela sem si vedno vse probati, ne vem, igrala sem fuzbal za sosedi, vedno sem bila usmerjena v neko tako športno aktivnost, že od majhnega, kot sem prej povedala. Bila sem mogoče v šoli malo bolj poredna. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni malo bolj poredna? Nisem bila glih najbolj pridna z učenjem, pač vedno mi je bila prioriteta nekaj, kar počnem izven šole, se pravi, da se z nečem ukvarjam, ne vem, športom v tem primeru. Res nisem bila vedno sem bila, ne vem, priznam, da pač neka zlata sredina, trojke in tako naprej, ne. Edino to, kar me je najbolj zanimalo, to sem bila pač najbolj uspešna, sem imela same odlične ocene, se pravi šport, prehrana in take stvari, no. Ok, kam si pa hodila v srednjo šolo? Nisem tu. V srednjo sem hodila v gostinsko. Pač glede na to, da jaz sem si vedno želela neko šolo iti v smeri športa, v tem primeru DIV, ali pa pač športna gimnazija, ampak mi točke niso pomagale, da mislim, nisem imela dovolj dosti točk, da bi prišla do DIV-a, zato sem šla pol, oziroma do športne gimnazije, zato sem šla potem na gostinsko, ker od nekdaj se ful rada ukvarjam z ljudmi, rada komuniciram, rada se družim in pač mi je to bilo največje veselje, zaradi tega sem šla tudi na gostinsko, učili smo se pač zdrave prehrane že takrat. Mislim, to me je takrat najbolj zanimalo, no. Zraven sem se pa ukvarjala s športom. Ok. Kaša si pa bila tako kot najstnica? Bi rekla, da si bila samozavestna ali ne, ali veš, si bila ona, ki je vedno izstopala, ali... Ful nesamozavestna. Pač od nekdaj sem imela težavo, Jaz sem odraščala s fanti in pač, ne vem, kot 3 brata sem imela, vsi sosedi so bili večinoma, mislim, moja generacija fantje in pač sem se ful varno bolj počutila, ne. Ampak ženska družba tega izgleda tudi ni mogla sprejeti in pač pol so bili in poniževanja in to in pač svašta se je dogajalo. In mi je ful zbijalo to samozavest, ker sem redko kje bila pravo prijateljico. Poleg tega sem imela, ne vem,
ful krive zobe, ne, že zaradi tega so me malo tako poniževali, glavno sem bila res nesamozavestna, pa tudi moji starši so bili antišportniki, starejši so ful, mene je mama imela pri 40 letih, se pravi, imam brata starejšega 19 let, enega 16, enega pa 2. In takrat je to vse stara šola, da oni pač niso razumeli športa, niso me podpirali pri tem, tako, rekli so pet, ne, ampak so mi vedno povedali, tudi rekli, kaj ti je tega treba, pet kaj drugega, ampak jaz sem vedno vztrajala pač, to, kar sem si želela, v to smer sem šla in nisem pustila sploh, da mi noben ne uniči tega. Ok. In odkje je ta vztrajnost, ta želja, da greš za tem? Kdo te je tega naučil, ali kje si se tega, pač od koga si tu pobrala? Ali pa če si sama prišla do tega, no? Najbolj od brata, pač brat je bil ta navdih, ki je začel z atletiko in je bil res uspešen na tem področju. Pač, To je kjer brat? 19, Boštjan. 16 ali 2? 16 let starejši. Ok, Boštjan, ok. Boštjan, no on je začel, ne vem že pri katerih letih, kar zgodaj je začel, že v srednji šoli začel atletiko in je treniral to 14-15 let približno. In je bil res uspešen, takrat sem jaz njega podpirala čisto na vsaki tekmi skoraj, razen v tujini, ne, ko je še sam. Bil je na svetovnih prvenstvih v Švici, pač vse posod in kadarkoli sem šla, jaz sem vedno kurjo pot, ko sem ga gledala, vedno je prvi prišel tam na cilj, pač res je bil, tlele na Dolenjskem je bil en izmed boljših. In to me je pač navdihovalo. Potem sem pa prišla jaz enkrat v Črnomelj, tam pač, jaz sem iz Črnomlja drugače, ne, in jaz sem odprli atletski klub, pridem tam in pač rečem, da bi trenirala atletiko in pa me trener reče, pa znaš kaj teči? Pa sem rekla, mislim, on je rekel, da takih ne sprejema, ne, novih, pa to pa sem rekla, da vem, da tudi pač z bratom kam kdaj, ne, in je vprašal, kjer pa je tvoj brat, pa sem povedala, in Boga reče, kar preobleči se, pej teči. No, in pač pa sem trenirala atletiko 4 leta, ampak jaz sem ful taka, da nisem mogla biti v enem področju skozi, konstantno. In potem sem najdla še borilne veščine, jiu-jitsu in sem poleg atletike, se pravi ponedeljek, sreda, petek, sem imela atletiko, torek, četrtek sem pa hodila na jiu-jitsu, se pravi cel teden in itak starši, ki ti tega trejo, pa pa tudi nismo glih iz neke take družine bogate, ne, in so gledali tudi na vsak cent, pač jaz sem odprta, bom pač iskreno povedala. Moja mama je tudi pač brez službe kar hitro ostala zaradi brata, ko je bil sladkorno, tako da ni bilo nekega denarja v zraku, da bi si lahko zame pač privoščili, kar bi hoteli. In potem sem, ne vem, vztrajala pri atletiki in jiu-jitsu, potem pa, ko je prišla srednja šola, je pa prišla plesna šola, hip-hop v Črnomelj in sem to trenirala. Potem sem pa samo to 4 leta, celo srednjo šolo in vmes sem začela s fitnessom se ukvarjati. Ok. Tako da skozi konstantno, jaz si ne predstavljam niti enega meseca ali pa obdobja, da bi prenehala športom. Jaz sem mogla biti vedno aktivna in marsikomu to ni bilo prav, tudi družbo sem imela tako, da niso bili vsi športniki in me marsikdo težko razumel, ampak meni to res ni, s tem se pa res nikoli nisem obremenjevala. Ali me kdo podpira ali ne, jaz sem šla pač z glavo naprej, mislim, za željo po uspehu sem šla naprej. Ok, top. Sam, da malo chatu vrnem, Colt živijo. Ok, Špela, Jaso je brat, zadnji si rekla, družina, niste imeli veliko denarja, si pa vseeno vztrajala v šport, je bil tisto, kar ti je gonilna sila za naprej, kar je top. Ampak vseeno, kako si bila pa recimo kot najstnica, kako je bilo glede fantov po romantični strani, pa ne vem, žuri, odnosi s starejšimi v šoli, z učitelji, avtoriteto? Ja, vedno, mislim, kot sem rekla, sem se vedno rada družila s fanti in ful sem bila taka, da sem se vedno tudi hitro zaljubila, pa pač hitro navezala. In to je pri meni vedno problem bil, da sem prehitro zaupala ljudem, prehitro sem se navezala čustveno.
Nikoli mi ni bilo cilj z enim tako, sem eno noč, ampak pač zmeraj sem bila, vedno sem imela neka čustva. In to imam, vem, da v genih, pri meni je ful problem, da sem ful čustvena in me hitro kaj prizadene. In to sem se šele z leti zdaj naučila, da pač me ne smejo stvari priti toliko k srcu. Ampak moram reči, da sem rabila ful dolgo časa, da sem prišla do tega, ker sem se toliko obremenjevala, da pomislim, da bi jaz bila zdaj tam, kjer sem bila prej, pač jaz ne vem, če bi sploh kakšen korak naredila, kjer sem zdaj. Ne bi mogla. S takim razmišljanjem pa ni Ok, šans. samo malo se bova ustavila, da ne prehitevamo, a ne, da malo gradimo ta moment, a ne. Ok. Preveč govorim, me kar Ok, je cool. Vse je jasno, kar tle je tudi tako bi, valjda, da kjer smo mi danes ne bi bili z miselnostjo, ki smo jo imeli kot najstniki, kar je logično, takrat smo se na nek način iskali in je težje pač uspeti, rečemo res. Če nekdo stoji za tabo, recimo pri tebi je bil brat in športno verjetno, ker ta gonilna sila, a ne, zmeraj ponavadi rabimo nekoga. En tak rek je, da je vas potrebna, da se en človek nekam premakne v življenju, ne. Pač rabiš ljudi okrog sebe. Ampak skupaj rekla si, ja, ok, glede fantov, hitro si se zaljubila, navezala in pol predvidevam, da je bilo velikokrat strto srce. Ja. Ja, ok, cool. In praviš, na gostinski si bila, zakaj pa, ok, gostinska, ker te je zanimala prehrana, ampak si pol se tudi videla, da bi, pa si to delala najbrž prek V bistvu študenta. ni me samo prehrana, tako, ampak pač mi smo imeli predmet prehrano, ne, pa imeli smo, jaz sem šla v smer postrežbe, šla sem 3+2, se pravi, glih iz tega razloga, lahko bi šla 4 leta, ampak sem šla iz tega razloga, ker smo imeli ful prakse in meni praksa veliko več pomeni, kakor neka teorija, ker konec koncev pač to največ šteje pol v praksi, mislim pač, ko delaš v take smeri. In sem takrat, ne vem, 3+2 sem šla, smo imeli ful prakse in smo imeli ful tudi v kuhinji, veliko dobro sem se naučila kuhati, ampak še zmeraj mi je bil pa cilj v strežbi delati, v kuhinji ne bi mogla delati. Ful mi je bilo lepo, ne vem, da delam v kakšnem hotelu, da imaš neko uniformo, da si bolj tako high class, ne, to mi je bil zmeraj cilj. Ampak vedno pa v ozadju sem si pa vedno mislila, kako bi želela delati v športu, kako bi delala v tej smeri. To je pa odkar se ukvarjam s športom. Sem si zmeraj mislila, jaz bi bila taka, pač pomagam drugim, jaz bi ne. Ampak tako sem se največ naučila nekega komuniciranja z ljudmi, tudi v gostinski šoli, nekega spoštovanja, bontona in tako. Mislim, to se itak vse posod učiš, ampak tlele bo ful poudarjeno, ker še zmeraj ti človeku postrežeš hrano in je odnos pomemben. Ja, zelo. Ok. Ampak premalo cenjeno delo še zmeraj. Ja, pa si to delala v strežbi, a ne? Ja, 6 let sem delala pol o tem. Kaj je pač največ, vedno sem- kar si vzela od tega, bi rekla? Pač ok, rekla si ta odnos z ljudmi, da znaš biti spoštljiva do strank. Še kaj? V bistvu tega, da zdaj, ko grem jaz kam jest, ne vem, vidim napake, pa vidim pozitivne stvari, ampak prav vidim, koliko moraš ti spoštovati tistega, ki ti postreže hrano. Tega sem se ful naučila. Koliko dejansko je to pomembno, kako gost komunicira z kelnerjem oziroma ne samo kelner z gostom. Pač. To sem se, ne vem, take stvari kuhati sem se naučila, dobro. Kaj še kaj takega? Kdo je najbolj hvaležen, da znaš tako dobro kuhati? Ja, Matic tudi, ne, mislim, čeprav mi pa oba isto kuhala, ne. Dejansko sploh ne en več, en manj, ful rada oba kuhava. On ima bolj na žaru stvari čez, jaz imam bolj priloge pa take stvari, ne. Top, ok. O vinu sem se veliko naučila, tako kadarkoli grem, ful rada pokušam kakšna vina, pa take stvari. Ok, cool, the best. In če greva pol, se pravi, srednjo šolo, pa si kelnarila in
kako si pa zašla v to smer, da si danes osebna trenerka? Jaz sem itak, mislim, ne vem, koliko časa imamo ta live, ampak Tiker. v srednji šoli sem jaz takrat še trenirala hip-hop, ampak sem imela sošolce, ki so hodili v fitness. To bom zdaj celo zgodbo povedala, kako Ja, pač je prišlo do tega. tiker. Nas zanima, mi imamo velika ušesa, tle smo, Ja. da ti poveš in da vidimo, kako je Špela prišla do tega, kjer je danes. Vse nas zanima, cel paket, ferčni smo Cel zelo. paket, Ja, okej. tako da V bomo glavnem- imeli še pod vprašanje. In jaz sem, pač pri pouku, normalno smo imeli odmor. In meni mislim, te sošolci reče, da pač hodijo v fitness, da če bi šla kdaj z njimi v fitness, ne glede na to, za športnico bi tako probala. Jaz pa prej še nikoli nisem bila, razen v osnovni šoli smo enkrat šli kot športni dan, smo imeli v fitnessu nekaj, tako da smo ga probali, to je bila osnovna šola. No in potem meni ta kolega, mislim, ta sošolc reče, daj, pojdi z nami enkrat pa en dober receptor je tam, ne? In bolj, jaz nisem šla zdaj zaradi tega, ne? Res ne, da ne bo pomote. Ampak pač sem itak, jaz sem hotela vedno vse probati, ne, kar se tiče športa. To je bilo, mislim, ne vem, kam bi šla jaz vse, na Montana, jaz po mojem, če bi kdo rekel. No, in jaz sem šla enkrat z njimi, predtem je pa en sošolc vzel enkrat telefon, zato sem mu hvaležna, ne. In takrat sem imela telefon, ki nisem imela kode na nič. In gre na Facebook in doda Matica Ilovarja, doda pod prijatelje. In jaz pridem nazaj iz WC-ja in pogledam, Matica Ilovarja sprejel tvoje prošnje za prijateljstvo. Tisti, ki ne ve, zato je moj fant zdaj. In jaz pogledam in vidim in meni je tako bed, kar vroče mi je rad, vem, da ga nisem jaz dodala. In meni napiše, živja, a se midva poznava? In jaz sem, ne, verjetno sem te po pomoti dodala. Itak, kaj naj rečem, rekla bom, da je sošolc to dodal, itak mi ne bi verjel. No in potem smo pač prišli v fitness in takrat sem prvič z njim prišla v živo v kontakt, on je bil že trener takrat in mi je pokazal par vaj, je šel gor, obrazložil in potem sem kar redno začela hoditi na treninge. Mislim, ni me konstantno treniral, ampak mi sem pokazal par vaj in tako sem pač pol delala naprej. Potem pa pač sva se dobivala in pol leta sva se dejansko tako spoznavala, hodila na zmenke in tako naprej. Potem pač pa sva začela hoditi in 3 leta potem, ko sem jaz ful redno hodila v fitness in konstantno sem imela njega kot trenerja v bistvu, sem prišla pol do tega, da sem postala osebna trenerka, se pravi po 3 letih izkušenj sem tudi šla delati licenco za osebno trenerko. Kar tako, nisem imela dejansko takrat denarja glih. Še Matic mi je rekel, kaj se zdaj spravljaš, ko nimaš denarja, študentka, vsak evro ti prav pride. Sem rekla, grem, sigurno se ne bo obrestovala. In sem se na šihtu, na recepciji, ko sem še delala v 4, pač pol sem začela delati na recepciji v fitnessu. In jaz delam in grem na internet, napišem in se prijavim, mi pošlje račun, pač šla sem v minus, ne vem kaj vse in sem vztrajala. Prišli so padci vmes, mislim, te ovire, ker nisem vedela, kako se bom pobrala, ampak pač sem s pozitivnimi mislimi usmerila v to željo, zakaj sem začela, oziroma v to misel, da se zmeraj spomnim, zakaj sem začel. In potem je šlo vse lažje. Zakaj si začela? Tu, kakšno misel si imela, zakaj si začela? Zato, ker v bistvu to, kar vse sem jaz dosegla v življenju nasploh, sem pač rekla, da bi pa rada jaz pomagala drugim, da to sami dosežejo, oziroma da bi jih usmerila v to in pomagala, da pač dosežejo nek svoj cilj, ki ga imajo. V tem primeru pač v športu, vizualnost, počutje in tako naprej. Ja. Tako se je pa začelo. V bistvu sem rabila nekaj časa, da sem se odločila, ampak tisto podzavesti, kar se ukvarja v športu, sem zmeraj imela neko to željo, da jaz tako treniram druge, ne, in zaradi tega pa tukaj rada to zdaj počnem, ker zdaj
vsak drug je že trener, pa nimam nič proti temu. Tisti, ki gre z nekim ciljem, pa gre s pametjo, ne gre z egom, pol bo uspešen trener. Tisti, pa, ki gre zaradi tega, da bo rekel, da je trener, pa nekaj brez predhodnega znanja oziroma nekih izkušenj v športu, ne vem, kako bo šlo. Marsikdo uspe, sej, jaz podpiram in pač cenim vsaka trenerja, ker je vsak nekaj posebnega. Ne? Ok, cool. Se pravi, tebi so sošolci rekli, daj pejdi z nami v fitness, tam so ti dodali receptorja in ta receptor ti je pokazal par vaj in na tej poti do osebne trenerke je mimogrede postal še tvoj pet. Ampak daj, ne, mislim, ful dobra zgodba je, mislim, zgodba, pač kako grejo te momenti, a ne. Rada imam šport odprta za nove priložnosti, karkoli v športu in tam rečejo ženski, pejdi z nami v fitness in a ne, To so bili sošolci, niso bile sošolke. Sošolke, kjerkoli so bila, to so bile vse antišportnice in vse so samo tako za hrbtom govorile, kako je napita, kako je zdaj nekaj več, ampak jaz sem šla samo tu me zanima, tu me dejansko zanima, ne, ker ni tukaj malo tega. Jaz skoraj vsakim, ki se pogovarjam, najstnikom, skoraj vsak ali pa če ne vsak doživi takšno ali pa drugačno obliko nasilja, lahko rečemo tega psihičnega ponavadi. Ne? To neko obrekovanje za hrbtom, poniževanje, nekaj najdemo vedno ljudje, da drugega potisnemo dol, ne dvignemo gor. A ne? In recimo, kar slišam, tvoj izhod je bil šport iz vsega tega. Ne? In pol družba s fanti. In pol si šla v fitness, kar je ful nenavadno, ne? Če pogledamo, tu je tega je kaj, 6 let zdaj si rekla. Dobrih 6 let. Ja, a ne, če pogledamo, zdaj je že veliko več punc v fitnessih, ampak enih 6-7 let nazaj je bilo pa tako, če je bilo 10 fantov ali pa 20 fantov, je bila mogoče ena punca noter. Dejansko res, glede na to, ko sem hodila, mislim, takrat je bilo tako izredno malo punc. Mislim, jaz vedno, ko sem šla v fitness, jaz sem šla s ciljem, pač jaz nisem nikoli šla iz tega razloga, da bojo mene fanti gledali daleč od tega. Pač jaz sem se zmer, pač kot pravim, da sem se družila bolj s fanti, ker sem odraščala z njimi in sem se vedno bolj varno počutila. Pač 3 starejše brate imam in se bolj varno počutiš in jim bolj zaupaš. Zaradi tega sem jaz pač bolj se počutila v tej družbi in imela, ne vem, 5-6 prijateljev, s katerim sem lahko sploh, mislim, kaj 1-2, da sem jim lahko res 100% zaupala. Kako so pa te 3 starejši bratje sprejeli Matica? Jo, ful dobro. Pač jaz sem imela pred tem eno vezo, ne, še prej, pač nisem šla itak, pač eno resno vezo sem imela pred Maticom, to je to. In pač, ne vem, takrat on je bil pač ne športnik, ne, mislim, da se nima veze, to je pač itak stvar. Kako so Matica? Ti si pripeljala Matica doma, unikega poznamo, vemo, malo bolj nagvihtanje, tam širši, skorka daljši. In pa, ko so ga videli, kva so rekli? So imeli kakšno pripravo za njega, karkoli? Ne, v bistvu so ga dobro sprejeli. Mama še posebej, ker moja mama je, pač, to je zlata vredna in ona bo za vse pač naredila vse. Pri njej je problem, ker zase ne bo toliko, kot za druge. Ne? To je največji problem sploh v življenju, ker te... Če mami zdaj poslušate, dajte narediti nekaj zase, za druge ste poskrbela. Ne bo poslušala, ker nima ne računalnika. Joj, dobro, bomo ji pokazali posnetek. Bomo tu itek objavili na YouTubeu, pa ji boste dali predvajati. Tako da, mami, poskrbite zase. Dobro ste jih vzgojila in znajo poskrbeti zase. No, in zato sem pa najbolj hvaležna, da sem ful hitro samostojna ratala, da tudi nikoli nisem imela iz strani staršev, da bi me oni prisilili, da grem v to šolo, ker jaz v bistvu pred gostinsko pol leta, jaz sem šla najprej na vzgojiteljsko šolo, ker tega nisem povedala. Ampak pač meni osebno je bilo pretežko vse skupaj in sem zaradi tega se preusmerila v istem letu na gostinsko. Ampak pač starši so to sprejeli, ali so me zmer, karkoli so se odločili, so sprejeli, ampak ni bilo pa uno. Pejt ti v šport, pejt tuno, ne, da bi me podpirali, vedno, kaj ti je tega treba, ne. Pejt delati, Ja, pejt delati, ne, pač ta naša, sploh slovenska, ampak, gled, ne bilo tako,
ona dva kakršna sta, tudi jaz ne bi bila pač tle, kjer sem zdaj, ne. Definitivno, definitivno. Tako da Evo sem si vprašanje. spet najbolj hvaležna. Eno vprašanje imamo za tebe in to je, kaj te je pritegnilo pri fitnessu, da si po prvem obisku nadaljevala? Čmurk 1, hvala za vprašanje. GG. Nek cilj sem imela, jaz, kot sem prej rekla, vedno Kakšen moraš, cilj si imela? Kaj bi Da tvoj bi- cilj, ko si šla v fitness? da bi izoblikovala svoje telo, Mhm. da bi bila močna. Alright! No, te dve, ker kondicije ne sem že veliko pridobila pri atletiki, pri borilnih veščinah, pri hip-hopu, ne. Ampak najbolj pa vizualni izgled in počutje boljše, ne. Mhm. Itak zdaj vsaka ženska, ko tako vidim, ne, gleda, da bo imela dobro rit. Meni takrat je bil cilj, da še bolj izoblikujem svoj rit, ampak ni bil pa spet tak cilj, kakor pa sem jaz bolj funkcionalna, da ne vem, delam zgibe, pač pull-upe, da delam sklece, vse možno, ker jaz nisem nikoli v fitnessu, kjer sem pač trenirala, nisem delala jaz samo po napravah z utežmi. Jaz sem že zraven še delala druge stvari. Jaz sem delala zraven stoje, sem se stoje učila, sem se salte učila. Pač take stvari. Vedno vsak mesec sem si jaz spreminjala program treninga oziroma mi ga je Matic. Imela sem pač cilj. Če jaz ne bi imela cilja, ne bi vztrajala, 100%. Mhm. In glede na to, kakšno transformacijo sem naredila, se je splačalo vztrajati toliko let, no. Ja, ja, če koga zanima, kakšno na Instagramu si lahko pogledate na njemu profilu. Ne, za marsikomu bom mogoče prenabita, pa vse, kar se je v cilju, tudi jaz nočem. Jaz priznam, jaz sem eden od teh, priznam, meni si preveč. Ampak jaz rečem, če si ti srečna, je to to. Evo, lej, če se ti smeješ, je to to. Ampak priznam, pač, za moj okus si preveč, ampak a veš, zato pač itak, nisi razumem. z mano, ne, oziroma s tebi, ki imamo Ja, tako mnenje, ja. ampak nima veze. Ampak še zmeraj tako, ti kot trener moraš dobro izgledati, Mhm. če hočeš pomagati drugim. Če bi pač jaz bila oziroma trenerka, tip trenerka, da ne bi dala nič nase, tako trenirala, zdravo jedla, jaz ne morem drugim pomagati. Če ti sebi ne moreš, tudi drugim ne moreš. In to je pravilo number one, pač je, Okej. pika. In ja, v glavnem, imela sem cilj, vizualnost, ne vem, da imam lep trebuh, da sem sposobna ful, ne samo vizualnost, da sem najbolj sposobna. In pač, že ko sem prišla v fitness, ko mi je Matic pokazal vaje, pač je rekel, da ful hitro dojemam, da sem, mislim, da imam ful motoriko, hitro sem takoj, ko mi je pokazal na vaji iz prve, sem znala, ker eni rabi malo dlje časa, ne. Mhm. Ampak to je pa tisto, ko imaš izkušnje že od prej iz športa, ne. Mhm. In pol, v bistvu, ker si 3 leta tako trenirala, ne, in si izoblikovala telo in naredila rezultat, videla si, da hitro dojemaš, prehrana ti je bila zanimiva, pol si rekla, si se kar vpisala in si v bistvu šla narediti licenco za osebno trenerko. In kako si pol prišla do prve stranke? V bistvu mi je tako, še preden sem jaz se vpisala, sem jaz trenirala svoje prednice. Pač, ko so videla moja prednica, kaj sem naredila, ko sem jim znala malo pomagati z besedami, pa to, so me že prosile za pomoč. In pač pol sem jaz tle videla, da dejansko jaz to moram početi, ne. Ne, da jaz zdaj zastonj dajem vse nasvete, glede na to, koliko sem pridobila in znanja in izkušnje, pač vsem tem, ne, sem rekla, da jaz to moram pač početi. In potem sem se pa prijavila, ko sem že tako malo pomagala, ne, prijateljske nasvete, treninge in tako, sem videla, da dejansko to je moj dream job. Ok, the best. Mislim, ful zanimiva pot, ali od tega, da te sošolci povabijo v nekaj in pol ti dodajo receptorja in greš tam in pol ta receptor ti pokaže vaje in ti reče, da pač hitro dojemaš, da se vidi, da imaš motoriko, pol narediš rezultat, receptorja transformiraš v svojega partnerja za življenje. To je zelo pomembno, če hočeš spet v fitnessu, ne šala. Ampak in dejansko pa si z rezultatom, a ne? To je nekaj, kar pol ljudi navdihne, a ne? Rezultat. Ker ti si naredila rezultat, si šla pol si prijateljice, a ne? Si jim pomagala v bistvu in pol si rekla, čakaj, zakaj bi jaz tu dajala džabe, če dam lahko temu neko vrednost. In pol si šla narediti licenco. In ko si prišla do te, a ne? Ponovadi najtežje začeti, ta prva stranka, ki ti da. Ker rečejo, ok, jaz ti bom plačal toliko pa toliko denarja za to, da me ti treniraš, a ne?
Pa ni misliš, da sem zaradi tega, da bom jaz, mislim, itak, zdaj je vse v tem, da pač zaslužiš, ne, ker moraš imeti za kruh, vsak mora imeti, ne. Ne. Ampak če še tem zraven uživaš v tem jobu in služiš, to je pa pač res ful, mislim, jaz to ne predstavljam si drugega dela, no, tako bom rekla. Ampak pač fora je bila, da najprej moraš ti veliko riskirati, če hočeš kaj dobiti. Jaz sem veliko stvari zastonj dala, pa poceni, pa ono, pa sem si rekla, jaz se moram bolj ceniti, ne, in sem šla pol v to smer. In ko sem jaz naredila licenco, mi ni bil cilj samo to, da me je zaslužila, ampak da se tudi nekaj novega naučim, ker jaz nisem jaz spet toliko predhodnega znanja v samem fitnessu, ne. Ga je imel Matic veliko več, ker je že dlje časa trener. Ampak pač mi je bil cilj, da se nekaj novega naučim. In potem, kako sem prišla do prve stranke, je Matic imel eno stranko in je imel enega fanta, ki je hotel izgubiti kilograme, in je imel ta fant, ta njegova stranka je imela pač punco in ta punca je bila pa res, mislim, pač je imela odvečne kilograme in je takrat on njej predlagal, da bi se lahko odločila za osebno trenerstvo in je šla in je, to je bila moja prva stranka, v glavnem, in je probala prvič je stopila v fitness, ne samozavestna in je izgubila, moja prva stranka izgubila okrog 30 kilogramov v enem letu nekje. Letu pa 3 mesece, 4, nekaj takega, v glavnem. Vedno, katerikoli cilj imaš, moraš gledati na dolgi rok. Nikoli, tudi sami stranki rečem, če mi hoče sem en mesec, pač rečem, da ne, zaradi tega, ker jaz ne morem v enem mesecu garantirati tak rezultat, ker mi ona pač pričakuje, da ga bo, ne. Vedno gledam na dolgi rok, pa če hočeš, vedno gledam na dolgi rok, ker da pride tudi do jojo efekta, veliko več kilogramov lahko nazaj dobiš, pač če se cilja nepravilno lotiš, ne. To je bila moja prva stranka. Pol se je pa začelo od ust do ust. Dejansko sem največ strank pridobila od ust do ust. In tudi prek socialnih omrežij, ampak ne toliko prek Instagrama, bolj na Facebooku, ampak tudi zaradi druge osebe. Ne zaradi tega, da bi oni mene videli, da se s tem ukvarjam, ampak pač, ker je nekdo povedal. To je najboljša reklama še vedno. The best. Mislim, ful enih stvari daješ ven, vmes te hočem prekiniti, pa pol unu pustim, pa pol ful lepo povežeš. Saj sem rekla, da jaz tako rada govorim, da... The best, a veš. Ja, se pravi, res ta, mislim, kar slišal na splošno, kar tebe žene je, da res spoštuješ svoje stranke, da jim ne boš prodala nekaj samo zato, da ti plačajo za en mesec, ampak bi rada, da res naredijo rezultat in dobijo nekaj za življenje, a ne. Se pravi, bi jih želiš res podpreti, dejansko, da spremenijo življenjski stil, ki jim bo zagotavljal, kar si oni želijo, a ne. In pač ne greš za nekimi kratkoročnimi stvarmi, a ne. Kar se mi zdi, da je neka taka osnova. In druga stvar še, ful si, bi temu rekel, radovedna, a ne. Pač novo znanje, kje se lahko še tem in tako naprej. Kar je tudi zelo pomembno za bilo katero področje, ki se hočemo udejanjati. Če hočemo tam nekaj narediti, je pomembno pridobiti nova znanja in se učiti iz izkušenj in potem imeti rezultate. Ker za licenco pač, ko narediš, jaz nisem dobila toliko znanja, kakor sem za svojimi izkušnjami, kakor sem za seminarji, na katere sem hodila. Imela sem trenerja, pač poleg tega, da sem imela enega trenerja, ki sem imela poškodbo, sem imela enega trenerja, mislim, ga imam, enega prijatelja, ki se ukvarja ne s fitnessom, ampak v drugem področju, kalisteniko, ki sem se naučila stoje, salte, pač tudi zakor, mislim, on me je ogromno tudi naučil, ne. V glavnem, z izkušnjami in tako nabiranjem znanja. Tu je Dominik. Ja. Ok, cool. Da bes, kar povej poimensko, tle smo sami domači, ne sekiraj se. A veš, naj ljudje izvejo, zakaj pa ne, a ne. Ok, mislim, še eno stvar sem hotel, ki mi je bila res všeč, pa se mi je zdaj ušla v bistvu. Anyway, ja, ne, tu sem hotel povedati. Ker si rekla, da si vložila in si šla dejansko v minus. In če tako gledamo, ne, vse zgodbe o uspehu se ponovadi ne zgodijo iz neke cone komforta, ne. Jaz bi in pol imaš, a ne. Ampak ponovadi, tako ki si ti rekla, sem riskirala, sem šla v minus za to osebno licenco in pol sem zraven delala in danes si tle, kjer si, a ne. Kje si danes? Kaj tu, ker rečemo danes si tle, kjer si? Kje si danes v osebnem trenerstvu? Kaj to pomeni, ne vem, malo v številkah, koliko strank,
Zdaj, koliko si mislim, zasedena. Ja. zdaj sem kar se tiče osebnega trenerstva, imam par prostih mest, ampak meni je cilj, ne da imam 30 strank, ampak da jih imam manj, pa da imajo te dolgoročni cilj in da se njim bolj posvetim, da sem jaz bolj 100%, in da pač s temi dosežem res hud rezultat. Poleg tega pa imam še skupinske vadbe, zdaj, ko delamo z Maticom v novem džimu in bomo imeli še skupinske vadbe zraven, tako da pač imela sem tako od 12 do 15 strank, to mi je cilj, do 15 strank imeti. Zdaj korona je naredila svoje in je pač pol manj, ne, in to, mislim, marsikdo do tega ni pričakoval, tudi na kakšnem drugem področju. V glavnem, ampak vedno grem z onimi pozitivnimi mislimi, da kljub temu vse z razlogom, to si vedno rečem, čisto vse je z razlogom. Vse je pa toliko drugih stvari obrnila, ne vem, sem se toliko bolj promovirala tudi na samem Instagramu, sem dajala ljudem brezplačne treninge čez cel svoj profil, ki jih imam, pa zdaj v času korone sem dala live treninge. Konstantno moraš rasti. Tebe ne sme ena taka stvar ubiti, pač, da bi prenehal s tem, ker če imaš toliko močno željo po nekem cilju, pač boš vse naredil. Mislim, ni varianta, da ne bi pol uspel, no. Ja. The best. Mislim, tle se lahko povežem s tabo, tudi v bistvu ta stream, te oddaje so pri meni štartali iz tega. Jaz želim ljudem nekaj predati in pol je bilo ok, rad sem za računalnikom, rad govorim, rad nekaj predam, kako ćemo to narediti in pol je prišla ta ideja, da bi imel sam neke te talk shove o nekih temah. Pa se spomnim, zakaj bi jaz sam, če je toliko ljudi zanimivih v mojem lifeu, da lahko čez njihove življenjske zgodbe dejansko ful veliko prispevamo ljudem. In pač ja, lahko izkoristiš, lahko se pa ponikneš dol. In to je to. Ok, in vmes si omenila Instagram. Zdaj, če pogledamo tvoj profil, vidimo precej sledilcev, sploh rečemo za slovenski trg. Kako si prišla do tega? Mislim, ker recimo jaz, ki sem se lotil Instagrama, meni je ma ne, stari moj, ne bom sebe delil, razumeš, pa nimam, pa kvačem zdaj, pa veš, koliko je tu dela, pa pa ne bom, pa posi kva si bojo, a veš kaj, mislim, ful sem imel tudi jaz, da zdaj tukaj objavljam dejansko, zame ful velik preboj. Pa kako je tu potekalo pri tebi? Nekdo, ki ni imel tega in pol, da recimo daš gor sebe sliko v kopalkah, kar je rečemo tako, nekje najbolj expose slika človeškega telesa, in da se daš in pač da vse tu počneš. Mislim, tako, jaz sem začela 5 let, mislim, Instagram, ne vem, koliko časa ga imam, 6 let, 7, kaj tazga, ja, 7 let, ampak nikoli prej nisem objavila teh stvari, pač takrat je bil Instagram kakor nek Facebook, pač objaviš kar, če si na kavi, če si zdaj mi ful pomeni, kaj objavljam, ker ti moraš dati nekaj ljudem, da te spremljajo, to je bistvo tega. In jaz sem začela, ko sem začela s fitnessom, začela tako, ne vem, kakšno slikco in kaj, velikrat sem tudi poudarila narediti, dejansko, mislim, jaz sem tako rekla, nimam nič proti temu, če je to do neke mere in če pač si ti nek rezultat naredil, zakaj ne bi to delal z drugimi, ne da se zdaj tam pred špeglom naprčiš rit, pa ugate slikaš, ampak pač, da pokažeš nek rezultat oziroma izpostaviš to, kar si dosegel. In tako sem začela, potem sem, ne vem, objavljala treninge, ne vem, trening, ne vem, za spodnji del telesa, za zgornji, tako, vse možno sem objavljala in potem sem začela... Sam kako, mislim, kdo ti je rekel, dej na Instagramu to del, ali si se kar sama spomnila? Sama sem se spomnila, nisem imela jaz nobenega predhodnega znanja o Instagramu, o marketingu, nič. Jaz sem pač sama to začela objavljati, ne vem, ogledi so ful rastel na treninge, to je bilo najbolj pač. Največ ogledov sem imela na treninge, zgleda, da to začelo takrat postajati ful in fitness in tako, ker takrat, ko sem je začela, ni bilo spet toliko bab, pa to res ne. In potem so mi pač začeli slediti, so me začeli spraševati, še prej sem se zadelala za nasvete, za tretje in to sem pač delila na Instagramu, pa sem začela sodelovati z Proteini.si. Sem bila tudi nekaj časa njihova ambasadorka, sem tudi delala v trgovini in potem so me oni tudi zboostali veliko, pač več ljudi ve o tebi, oziroma če za nekoga delaš, če ima večjo bazo ljudi, takoj te več ljudi tudi opazne. In potem oni so me veliko, moram reči, potem, ne vem,
ta prijatelj Dominik, poznam ga res že od osnovne šole, on je recimo tudi ful zrastel in on me je enkrat, ne vem, objavil oziroma znal, če sem takoj veliko, ne vem, 200 sledilcev dobila v enem dnevu. Je res, da teh 13.900 followerjev sem porabila kar nekaj časa, nisem jaz to pošla v enem letu, ne. Ker zdaj si lahko tudi vsak kupi sledilce, čeprav to lahko tudi opazimo, kdo jih ima kdo, ne, se da tudi videti, ampak pač jaz sem rabila ful časa, da sem prišla do tega, ne. In potem, ko sem pa začela delati v 4PJ, pa v 4PJ fitnessu na recepciji, pa sem, ne vem, sem punce spoznavala fitneserke iz drugih koncev Slovenije, sem njih spoznala, sem spoznala folk in tako se je začelo. Ful sem spoznavala ljudi prek Instagrama, ne vem, kdo delil. Tako, no. Potem sem pa ful začela delati na tem, da mora biti tudi estetski profil, da, ne vem, se ujemajo lepo slike, da je barvno lepo usklajeno, da vsaka slika oziroma vsaka objava, ko jo pač daš na Instagram, ima neko zgodbo, pač mora imeti. Ok, pustimo, da enkrat na mesec objaviš nek quote pa neko sliko, ne, ampak moraš nekaj dati ljudem, da te bo spremljali, ne, če hočeš raz. Če boš ti kar nekaj objavil, napisal neke hashtage, sam ne veš kakšne, ne, pač brez veze, ne. Ti moraš konstantno objavljati, imeti nekaj zapovedati, ne vem, storije je fajn, da dnevno objavljaš, tako. The best. Mislim, se mi zdi zelo dobro, kar si povedala, za vse, ki si želite zrasti na Instagramu oziroma socialnih omrežjih, a ne. Sprav, eno je, da imamo nek rezultat v svojem življenju in drugo je, da dejansko smo ga pripravljeni deliti in jaz verjamem, da smo vsi več ali manj dosežemo nekaj, kar lahko delimo z drugimi in potem mislim, da si tle tudi, če pogledava malo tako samo okolje, je bil vrhunski timing, a ne, za rast, ker dejansko ta industrija je nekje najbolj v rasti, a ne. Ja, res je. To moram reči, vrhunski timing je bil, da se Ja, ampak to je vse potrebno, da uspemo. Mislim, mora se več stvari poklopiti, a ne, da lahko sledimo tu, kar si želimo v življenju, ampak se mi zdi, da čez to, kdo ti si in kakšen odnos imaš do ljudi, do strank, do kaj jim želiš dati, a ne, da tu so ljudje prepoznali, ne, ker večinoma tudi, če pogledamo, podjetja ne vzamejo kar vsakega za svoje ambasadorje, a ne, pa ponavadi gledajo malo tudi, kakšen si kot človek, a ne. In dejansko pa se mi zdi res dobro to, kar si rekla, da damo nekaj ljudem, a ne. Da, ko objaviš... Moraš dati, če hočeš nekaj dobiti, pač to je enkrat, ne, in tudi recimo potem sem, ne vem, zdaj sodelujem z Barbellsom, pač oziroma ta brand Blender Group, ki ima Barbells, vitamin E, pač te dodatke. Bila sem v Štokholmu, ko sem spoznala celo to glavno ekipo, firmo, pač Barbellsa in to je pač ena res ogromna firma. In tako, pač začela sem potovati, ko sem začela z Maticom. Mislim, ne vem, pač to me je najbolj da spoznavam drugo okolje, da vidim, kako je nekje drugje, pač iz tega se tudi veliko naučiš. Okay, pa to me je zboostalo, pa tudi imela sem v bistvu coaching, ne, coaching v marketingu in to mi je tudi veliko pomagalo, ker vsak, ki hoče nekaj narediti, tudi mora nekaj investirati, če pač hočeš uspeti. Coaching v marketingu tu si imela kakšno osebno trenerstvo ali seminar ali... Ne, v bistvu sem imela pač prav ena coaching v marketingu na Instagramu, ne. Tako da, to sem imela za eno prijateljico, ki se s tem ukvarjala. Potem sem pa pač, ja, v bistvu najbolj zaradi osebnega trenerstva, pa zaradi promoviranja na Instagramu. Ok, super, ne. S tem si tudi v bistvu odgovorila na vprašanje, Čmurke ena je vprašal, kje si se naučila Instagram trikov, ali si do njih prišla sama in si pač zdaj povedala, da si imela ta 1-na-1. Ja, imela sem nekaj par ur, oziroma, ne vem, 2-3 ure, ampak tudi veliko, moram reči, da sem, mislim, ta prijateljica mi je res ful pomagala. Sem pa tudi pogledala na YouTubeu par trikov, kaj moraš paziti, kaj pač, ne vem, kar se tiče hashtagov, opisov, tako, no. Kaj bi recimo ti svetovala nekomu, ki se je zdaj lotil in je rekel, jaz bi rad na Instagramu pač dvignil svoj brand, svoje ime, bi rekla, kaj so nekih 5 osnovnih stvari, na katerih naj bo pozoren? Zdaj nisem jaz tle coach za to, ampak iz tvojih izkušenj, kaj si tako, ja. Ja, pač gledaš vedno
kakšna slika je in da bo opis pod sliko pač se ujemal, ne, za Mhm. sliko, da boš nekaj povedal, mislim, neko zgodbo mora imeti objava. Zdaj hashtagi so prej imeli mislim, zdaj recimo po mojem nima veze, hashtagi, jaz jih več skoraj nič ne dajem, ampak prej je bilo fora, da si imel do 30 hashtagov, nekje pač, da so bili neki dosegljivi hashtagi, ne da si imel vse 1 milijon, ki imajo ogledov, ne, ampak da si imel pač 500.000, da si imel 10.000, tako. To je zdaj govorim ful podrobno, ne, ampak po mojem, da hashtagi spet nimajo take veze. Zdaj, coach mogoče za marketing bo mogoče drugače rekel, ne, Ja. ampak Okay. to potem dnevni storiji, pač, da dnevno objavljaš, da tudi ko objavljaš, da imaš, ne vem, svetlobo, dobro, meni to ful pomeni, ne, da zdaj se te nič ne vidi v obraz, pa nekaj govoriš, ne, ampak pač dejansko moraš znati komunicirati tako tudi s kamero. Ne vem, začni se snemati, ne vem, postaviš si telefon, se začni snemati, pa gledaš svoje posnetke, pač. Pa tudi YouTube veliko, mislim, jaz sem se tudi veliko iz YouTubea naučila, ne, tako. To so neki osnovne stvari. Ne maram tega follow, unfollow, pač follow for follow. Če te nekdo followa, da ga moraš nazaj, pa te pa odfollowa in si ti pridobivaš Ja, tako sem jaz en dan. Pač to delam in če zdaj pogledaš moj profil na Instagramu, imam sledilcev, ne vem, niti ne vem, koliko jih imam. Rečem, da jih imam 300, sledim pa 600 in meni je ono, kje je ta razlika? Večinoma je bilo ena za ena. Jih v kratkem času veliko dobiš, ampak jih boš izgubil, ker konec koncev vsak gleda, da jih bo ful malo followal, pa da bojo njega veliko ljudi followali. Jaz jih imam konstantno tam, te, ki jaz followam. Zaradi tega mi pa mogoče tudi počasi v zadnjem letu raste followerja. Ampak jaz sem rekel, ne bom nekoga sledila, ki pač me ne zanima, ne. Če pa jaz imam tudi aplikacijo, ki me, ne vem, ki vidim, kdo me odfollowa, ne. In pač, če me nekdo odfollowa, bom jaz njega nazaj. Pač zakaj bi pol jaz, pardon, Je že v redu, ja. Ja, mislim, zanimivo je, ker greš enkrat v ta biznis noter pogledati, ne. Je pa res, da skozi, ko imaš neke sponzorje, čez ki jih dobiš, je takoj tudi lažje, te tudi oni boostajo gor, ne vem, če se s kom povežeš, fajn je, da se z ljudmi povezuješ, ne vem, da pridete do kakšne skupne ideje, ne vem, naredite kakšno nagradno igro na Instagramu, pač tudi to veliko, ne vem, prinese, ne, sledilcev lahko, ne, če te nekdo drug označi, mislim, tako. Je pa fajn, da imaš neko bazo ljudi, no, že, ki te podpirajo. Ok, top. In zdaj povej mi še tako malo z Maticom, a ne, če se malo tega področja dotakneva. Kaj je tisto, kar ti, ne vem, kaj je srčika vajnega odnosa? Njega sem mu že vprašal v prvi oddaji, ne, ampak kaj je tu, kar dejansko, da če medva zdaj gledava, ti njega si spoznala, si je bila stara koliko? 19. 19, zdaj si 25, a ne, 6 let? Zdaj v petek bom 25. V petek boš 25, bravo. Ne smemo vnaprej, tako da bomo pol. Ja ne, se mi noben ni voščil, jaz tako rečem, da bom. Ja, pač jaz sem zdaj hotel, pa sem se ustavil. Ne smeš, ja. Ja, ne bom. Kako tu, pač pri 19 si spoznala in si že 6 let v vezi. Kaj je tu, kar dejansko, če bi ti dala nek nasvet mladim, kako naj se tega ločijo? Kaj pri vama dvema deluje? Podpora en do drugega, cenjenost, pač oba dva en drugega ceniva. Mislim, imava isto vizijo neko, oziroma iste cilje, iste dejavnosti dejansko, pač isto razmišljava, se dopolnjujeva, ampak to moraš čutiti, pač če ti tega ne čutiš v zvezi, pol nima smisla to peljati naprej, ne. Pač ti moraš čutiti, da se z nekom čutiš, da boš z njim dejansko tukaj pa tukaj, da si cel life. Ti moraš že, ne vem, ko si 1 leto, 2 leta, ti pač moraš vedeti, da si pripravljen biti z njim celo življenje, ne. To te mora, če ti tega ne čutiš, če vidiš, da je ful pomanjkljivosti, oziroma če so to neke kar ene pomanjkljivosti, mislim, neki minusi, se jih da popraviti, ne, ali pa jih sprejmeš, pač vsak ima pluse, vsak ima minuse, ne. Vse je odvisno od tega, kako boš ti to sprejel in kako boš to pač fural naprej, ne.
Ne vem, se skregava itak, pač normalno, ne. Ampak naj to pelje tudi naprej, ker sva oba dva, mislim, strastna športnika, pripravljena na nove izzive, pač tako, kar se tiče športa, rada potujeva. Ne, če bi jaz imela nekoga, ki ne bi razumel tega, da se jaz ukvarjam s fitnessom oziroma še vsemi z drugimi športi, ne, zdaj tudi borilne veščine spet po novem, pa da zdravo jem, jaz ne bi mogla funkcionirati, pač. Ampak to mora biti vsak posameznik tako močan, da to mora dojeti, da tudi pove to osebi, ne, ker jaz bom tako rekla, če se da nek avto popraviti, ne, se da tudi nek kreg popraviti, ne, da zaradi tega zdaj obupaš, ampak pač se da vse rešiti, ne. Tudi vse se da s pogovorom najprej rešiti, ni treba biti nasilja, no. Ok, got it, ja. Se kar slišim je ful ene, pač da, tako kot si rekel, da se res centa, da se podpirata, a ne, da je dejansko tle ta ljubezen in dejansko oba dva drug drugega imata vizijo, tu je za življenje, a ne, ni tu. Pa pač, ja, rada se imava in tako iz leta v leto se mi zdi, da je bolj neka ljubezen v zraku, no, ni, da bi oplahnilo ali karkoli, pač. Ampak tukaj moraš, ne vem, kako naj, pač tukaj moraš imeti neko vizijo s tem človekom, s katerim živiš, ne, pač. Če tega ni oziroma nimaš kaj, ne. Definitivno, ne, pač. Jaz sem tudi zmeren tako za vsako punco, ki sem šel, sem rekel, ta je za življenje. Saj pol ni bila, a ne, ker zdaj Urša je pač, ne vem, 7. ali 8. partnerka v mojem življenju, ampak je pač tako, se mi zdi tu res pomembno, da greš s to vizijo noter, a ne. In kar si ful lepo povedala je, pač to, da dejansko raste iz leta v leto, ne. Dosti je okrog tega, te ene fame, ja, dej si skupaj, po bo pa tu eno prijateljstvo na dolgi rok, a ne. Pač jaz se tu osebno ne verjamem, ne. In se mi zdi, da tudi kar si ti povedala, je en dokaz, da dejansko je lahko drugače, ne. Tako da, the best. Samo da se malo na chat obrnem, samo malo. Jake, Slow Jake, živijo, berem chat, samo ke pademo v debato, je pač veliko tega in med drugim... Jaz se čujem. Ne, je že v redu. Mislim, ok, opravičilo sprejeto, naj ti bo. In Lipcold, hvala za cheer, za 100 bitov. The best, thanks. Ja. Kje so ostala? Pač tu se mi zdi res pomembni taki faktori, a ne. In da dejansko se centa in se spodbujata, pa meni se zdi, da tudi tako, ne, če pogledamo malo, kaj vaju poznam, a ne. Dejansko Matic dela v isti branži kot ti, pač pogledava je začel pred tabo, ampak če danes pogledamo malo po rezultatih, imaš ti več sponzorjev, a ne, več engagementa imaš se pravi, več ljudi te pristop na Facebooku, več sledilcev, bi rekel, na nek način si ga prehitela, a ne. In da dejansko tu ni skrhalo vajnega odnosa, ker v velikih primerih pride ta tekmovalnost, a ne. Ja, to pa daleč od tega, pač mogoče se je on mogel bolj navaditi, da sem jaz bolj na telefonu, to še danes mi kdaj teži, ne, če kdaj sem na telefonu, ampak pač meni je cilj, da največja napaka, ko imam, mislim napako, pač, če mi kdo piše, ne, tako, ko imaš tam pod request, ne, in včasih pozabim odpisati in mi je tako bedno, ampak jaz bi mogla biti pol 24/7 na telefonu, ker včasih dobim toliko enih sporočil in spet pa nočem preveč dajati nekih brezplačnih nasvetov, ker ponavadi so bili tako vprašanja teh mladih punc in ponavadi pol vedno v storijih objavim, ne, pač, da ne odgovarjam vsakem posebej, ker imam tudi ful težavo z tem živčnim sistemom, ker če imam 10 minut v eno telefon, pa da se nasloni na komod, pač imam ful mravljince, ne, po celi roki. Jaz jih to dobim, ja. Tako da zato sem znehal. Tega se moram to odvaditi. Ja. No, in to se on mogo pol pač malo navaditi, da sem jaz bolj. Ženske imajo mogoče v tej smeri malo več prednosti, kar se tiče neke influencerske vode, ne, tako pač. Lažje je neki ženski pokazati nek korit ali karkoli, ne bom govorila zdaj zase, ampak tako nasploh, ker pa pač moški. Moški se morajo mogoče veliko več truditi, pač. Ampak se da, se splača, verjemite mi, tudi moški, pač samo morate imeti nek cilj in ne se ustavljati. Iti gas naprej. To se mi zdi tudi ful dobro, kar si izpostavila, ne.
da dejansko, ko ženska izpostavlja svoje telo, ima veliko večji reach, veliko večji doseg, kakor moški. Ker pač moški smo, sama družba je tako, da če bi zdaj jaz rekel, Matic ima ful lepo telo, in tudi če sem poročen in drugo, sigurno se najdejo kakšni, ki rečejo, lega tega, pač ta je pa malo topo. Zdaj, če ženske to naredijo, pač je tako, nič tazga. In je pač in v tej industriji je neka prednost, kar pač. Ampak vedno bojo bili ljudje, ki bojo tukaj pač kritizirali oziroma bojo, ne vem, padali negativni komentarji in to se treba navaditi. Jaz sem jih že dobila, prenabita si, ko moški si, pač velikrat me je to tudi prizadelo v štartu, me je, priznam, in še danes me marsikaj tazga prizadane, kdo kaj mi negativnega reče, ampak mi tisti, ki vem, da ko so prijatelji, ki mi povejo svoje mnenje, vem, da mi to z razlogom, ker pač me imajo radi, ker hočejo mi pomagati, hočejo povedati, tisti, ki te me rad, ti bo povedal tudi kritike, ne bo ti sem dobre stvari. In treba se navajati tudi na take komentarje, ampak tudi recimo, ko ti objavljaš, če si ti osebni trener, ne zdaj objavljati, kako ga žuraš, kako ga, ne bom rekla, da tega ne smeš tudi jaz da, pač kdaj pivico si spijem, ampak ne puno, da imaš kot objave in da ne vem, kako smo se ga napili, ampak ne vem, slikaš živali, slikaš, ti moraš to, kar delaš, oziroma to, kar hočeš prodati, to moraš tudi objavljati, Pač jaz ne vem, kdaj objavim, ne vem, tako eno navadno sliko, ne vem, obraz ali pa kaj, pač tudi, Ko imaš enkrat že neko bazo ljudi, ti je tudi dejansko lahko vse, mislim, da tudi kdaj, ko sem obraz objaviš, ne rabiš pač objavljati sem treninge, ker to preveč teh brezplačnih nekih na svetu daješ. Ja, mislim, definitivno je zdaj drugače za tebe, Recimo Instagram za nekoga, ki ima 200 followerjev ali pa 100, ali pa si glih začel in pa nekdo, ki jih ima čez 10,000, Valjda je tu ena druga stopnja, Pa sem jaz še tudi na nekem začetku, pač poznam ljudi, ki jih imajo 500,000, pač, ki so tudi rabili čez, da so prišli do tega. Ali pa recimo Dominik, ki je prišel zdaj tudi sam na 111,000, ampak tudi z neko vizijo pa vse, ampak on dejansko imel bazo ljudi že na YouTubu in zaradi tega so ga začeli spremljati na Instagramu, ker on ima Instagram 5 let mogoče. Ja, mislim, se mi zdi, da je pomembno tu, kar si večkrat poudarila, pomemben je čas, Ker mi smo vse preveč glih, ne vem, danes sem tako razmišljal, Urša je noseča in pač ta baby, ki je zdaj v njej raste, sicer je 2 tedna pred rokom, ampak meni se zdi, da je ona noseča že 10,000 let. In pa sem malo pogledal zadaj, pač odkje te misli, kaj je to. In pa vidiš, da dejansko živimo v enih časih, ki je vse insta, vse takoj, zdaj, ne bomo čakali, zdaj, jutri, če rečeš, da boš imel 100,000 sledilcev in jutri jih ne dobiš 2, saj 2 ali pa 10, ne bo mi ratalo konce tuni zame in greš nekaj drugega. Ne, kje pa, to sploh ne smeš gledati, ni šans. Meni se najtežje mi je prišlo, najtežje pač mi je, da sem prišla od 9 do 10,000 followerjev. To je ful cajta trajalo, ampak rekla sem si pač, imaš možnost kupiti followerje, komod, ampak sem rekla, ne bom fake, ne bom sama sebi lagala, ker to nisem jaz. Ker pač to ljudje opazijo, če si ti fake ali pa ne. Pač opazijo in ne bom mi rekel noben, da ne. In pač, če si fake, to mislim, jaz opazim to pri ljudeh in sem rekla, da ne bom, jaz bom bila to, kar sem in delala pač in vztrajala, pač ko pridem na 10,000, pridem in to je to, To je tudi ena stvar, ki mi je dejansko všeč v tvojih storijih, oziroma kakšno prezenco ti daješ nasploh ven, Je pač ta neka avtentičnost, pač poveš, če ti je kaj všeč, ti je, če ti kaj ni, če se ti kaj zgodi, tudi le si prej povedala. In se mi zdi to res ena taka briljantna lastnost, za na dolgi rok uspeh, ker se mi zdi, da ena stvar, ki je definitivno pri tebi čez 10 let, ne bo se čez 10 let tolkla, mislim, se boš lahko pogledala v ogledalo, kar se mi zdi briljantno, Kakor če kupuješ in si fake boostaš, ker pač zadaj veš, kaj si naredil vse za to in pač. In lahko je nekomu reči, ko ima ne vem koliko sledilcev, da to pa to moraš narediti, ker vsi vemo, da začetek je ful težek. In pač jaz sem v takem obdobju, da se je sama od sebe skozi neki boostala, skozi sem objavljala, zgledala bo takrat in treningi, rit, pač
Vse samo, ampak nekdo, ki je pa zdaj na nekem začetku, je ful težko in noben ne sme biti zdaj pameten, kaj se moraš narediti, ker je veliko dela, treba tudi veliko truda vložiti, treba tudi veliko denarja vložiti v to, pač, da ti nekdo pomaga, kako pa, ne vem, se promovirati na Instagramu in tako naprej. Ko Saj imaš to- neke ljudi, ki imajo že izkušnje, je lažje. Ne? Saj tu bi tudi v bistvu rad poudaril, da je potrebno, ni lahko prijeti, ker danes tudi ena stvar, ki opazil sem tako med mladimi, oni pač vidijo influencerje, instagramerje, youtuberje, streamerje in tako naprej, in jaz bi tudi tu, in pol, ja, zakaj pa bi bil? Ja, lahko je njemu, ki je tukaj pa tukaj služ, pa ima tukaj pa tukaj, ne vem, followerjev, karkoli ga inspirira, ampak noben ne vidi, da zadnji je en kup tudi odrekanja konec koncev in točno to. veliko ur vloženega dela, Za en post, ki se nam zdi, mogoče ima ja, to ona zdaj se slika, pa spodaj 2 minute napiše, je v bistvu v resnici, jaz zdaj vidim, ker se malo tega lotevam, mi je pač vzame, ne vem, 10-15 minut, da posnamem video, Meni recimo vzame urejanje fotke, pač nočem zdaj retuširati, ne vem, photoshopirati, ampak pač, ne vem, jaz tudi investiram v photoshooting, da imam lepe fotke, da imam pač lep profil, ker človek pride na profil, da vidi, wow, pač ni nujno, da bo vsak, ampak pač meni veliko pomeni, da imam lep profil, pregledan in tako naprej, in da so tudi lepe fotke. In pač meni recimo fotke tudi, ko urejam, pa opis meni, to se skupaj vzame 1 uro. Recimo pač. In zraven, če imam še ta živčni sistem, pač si moram vzeti 10 minut pauze. Mislim, meni to vzame urco pa pol sigurno. Je pa fajn, da imaš vnaprej vse pripravljeno, da si, ne vem, da veš, kaj boš naprej objavil. Jaz imam zdaj tako sestavljeno, da imam, ne vem, 1 vrstico navpično videa, karkoli od videa, treningi, karkoli, pa 2 slike, Se pravi, pač imam video, slika, video, slika. Tako sem si jaz sestavljala, Da točno vem, kaj bom objavljala naprej, The best. No, Mislim, se mi zdi pomembno tudi, Se pravi, en tak korak, glih danes sem imel, ker tudi delam ena na ena mentorstvo pač z mladimi, smo se glih danes od tega pogovarjali, kako je pomembno, da imaš ti nek cilj in pa si narediš to neko strukturo, plan in pa da si daš v bistvu urnik, kako boš kaj izvedel in tu pripelje do nekih rezultatov, In kako se pa soočaš, kadar si zadaš nek plan, cilj, pa ga ne dosežeš? Mislim, če nedosegljiv cilj oziroma, da ga nimam možnost... Ne, ampak rečemo, da si zastavila nek cilj, in ga nisi dosegla. Ne nedosegljiv cilj, ampak se zgodi življenje. Recimo, tudi če si ti zadaš, rad bi imel six-packe čez pol leta, in pol pride čez pol leta in se ti še ne poznajo tukaj, ker si jih zastavil, recimo. In vztrajam naprej, pač... Mislim, se sprijaznim, čeprav včasih to ni dobro, da se sprijazniš, če imaš nek cilj, ker pa boš sam jamral in s tem ne boš nič dosegel. Pač, meni se zdi, da v današnjem času vsi preveč jamramo in tudi jaz včasih, pa bi to, pa bi uno, a nič ne naredim na tem, Spor pa pač vztrajam, pa si pa rečem, takrat začnem in ne vem, lažje mi je še, če recimo matic pri tem, pač da greva oba dva v si naredimo nek cilj, izziv, recimo, da se izzivamo in pa, ko vidimo dejansko, da smo to dosegli, pač je občutek fenomenalen. Ampak se pa sprijaznim, če ne dosežem, se sprijaznim ali se pa dam nek drug plan v prioriteto, nekaj drugega, pa pol grem nazaj na tistega, Pač, ko sem mogoče bolj prepričana, da bom ga dosegla, Ok, sprav se mi zdi ful dober, da se ne ustaviš, ampak gledaš, kaj lahko. Pa mogoče je, da se sprijazniš, bi dal drugo besedo, bi sam tako zamenil, ker jaz dam dosti pomen besedam, da sprejmeš dejansko. Ok, sprejmeš, nisem dosegla, pogledala si verjetno, kaj je zdaj manjkalo na tej poti in pa si precenila, ali boš se usmerila na drug cilj, ali boš tle nekaj dodala, pa tu dosegla. In pa se mi zdi ful dobro, kar si rekla, dodaš tu noter že neko igro z maticama. Se pravi, da je tle nek, se mi zdi, da ful manjka, kar mi je pri vama dvema obema ful všeč, pa zdaj, ki si ti tle pri tebi, je dejansko ta igrivost, ki je tudi Matic poudaril, ker se mi zdi, da dosti, ki smo mehni, če gledamo kot otroci, tam do 7. leta, dokler gremo v šolo, se vse naučimo skozi igro. Noben nas ne usede dol pa reče, tle imaš
Instagram, Ja. Instagram fascikel, zdaj ga ber in bo znal uporabljati Instagram. Ne? Ampak se vse čez igro. Ne? Če gledaš danes ta male telefon, oni se vse čez igro naučijo, bolj znajo telefon uporabljati kot mi. Ne? Ampak Ja, in kako smo se kolo naučili voziti, pa čez igro. Niso rekli, tle imaš navodila. Ne? In pa, smo pa zdaj starejši, je pa ta igrivost je kar nekaj slabega. Ne? Pač ni ok. Je pač si čuden, če si zdaj igriv. Zdaj moraš biti odgovoren, resen, življenje je težko, je resno. No, vsakemu mora biti nekaj otroka, pač tudi ko je starejši. Lej. Ja, ker pol je vse skupaj, pač lahko so isti cilji, ampak en, ki se bo lotil tega na igriv način, bo čist drugač prišel do cilja, kot en, ki bo res, ki bo skus obremenjen, triglav nosil na sebi gora. On to drug bo pa tam bil kaj otrok skakljal in Točno to. In tudi tisti, ki ima probleme s preteklostjo, pač to je po mojem ena največjih stvari, ki jih ljudje to obremenjuje, ki nosi ta nahrbtnik celo življenje, ne? In pač skozi, kako je bilo prej, kako je bilo uno, in pač so skozi na neki isti točki, se v nekem krogu skozi vrtijo, namesto da bi postopoma iz tega nahrbtnika vse težke stvari dali stran. Ne? Ok, če z nami, ki si ful dobro to povedala, daj z nami podel en svoj nahrbtnik in kaj si ti naredila, da si ga odložila? Glih to, pač kako sem v preteklosti v šoli, ne vem, poniževal, pa glede na to, da nisem imel moje starše denarja, sem velikokrat v istih oblačilih hodila v šolo in tako, veš. Ti skozi uno, ti si to, ti si skozi fanti, ti imaš tako fanti, pač to je moja stvar, mislim, ne. Takrat si pa tako nisem predstavljena, ne, in potem pa sem čez čas prišla v srednjo, vedno sem bila ono sama svoja, kar se tiče športa, nobenega nisem imela zraven, da bi prijatelji z mano trenirali, karkoli, ne, vedno sem bila tukaj samozavestna, da sem šla sama, ne, v tem področju sem bila samozavestna, ni pa nujno, da boš na vseh, ne. In počasi sem pol dala te stvari, moram pa reči stran, ne, moram pa reči, da me je Matic veliko tega naučil, ker pa je bolj samozavesten, ne, na tem, da se zna postaviti zase, da se zna dati na prvo mesto. Jaz sem se vedno obremenjevala s tem, kaj bojo drugi rekli, če to naredim, kaj si bojo drugi mislili. To sem se zmeraj obremenjevala in zaradi tega sem pa vedno dala mesto prvo drugim, ne sebi. Pač pol s časoma sem pa, zdaj, ko sem pa tukaj, pač tega nahrbtnika nimam več, čeprav en del je pri vsakemu, ne, ampak zdaj pa odvisno, ali boš ti to sprejel in s tem živel, ali pač boš dal čist stran. Jaz sem določene stvari sprejela in pač mi je kul, ne morem zdaj nič spremeniti in pač bom s tem živela, ampak bom z drugimi stvari se bolj motivirala, da bom bila bolj pozitivna in tako. Jaz sem bila vedno ful nasmejana, ful gledala pozitivno, ne, ampak me včasih hitro kaj prizadene, glih to, ko sem rekla, ne, pač človek je bolj nabit, ne, marsikomu to ni všeč, ne, ampak noben pa ne pogleda, kaj je v ozadju, ne. Pač jaz imam genetsko bolj tako pogojene mišice, da hitro dobim na mišični masi, ampak noben pa se ne zaveda, koliko truda je bilo v to vloženo, koliko truda sem jaz vložila v to, da sem sploh prišla, ne vem, do mišic, do oblikovanja telesa. Pač to je toliko enega trdega dela, da si noben ne predstavlja, ne. Ampak, če hoče pač jaz izgubiti dodatno mišično maso, oziroma pri meni je maščoba, ki jo hoče izgubiti, ker vsak ima nek maščobo, čeprav se mi mogoče ne vidi, bom pa bolj ožja, bom pa lepo se izklesala, ne, ampak pač ne bom tako ogromno izgledala, recimo. To mi je zdaj cilj od septembra, da naredim cilj, da bom tukaj pač izgubila, da bom imela plan, vzela si bom enega trenerja iz Maribora, pač bom imela online coaching, investirala bom v to in pač videla, kaj se da doseči, ne. Ja, the best. Vedno si moraš neke cilje postaviti. Ja, mislim, tu si dobro izpostavila, ne. Hitro znamo druge obsojati, ne znamo pa hitro pogledati, kaj je bilo potrebno, da je ta človek prišel do tle, kjer je prišel, recimo, da si ti prišla do tle, kjer si, se pravi, do tazga telesa, se pravi, do osebne trenerstva, da si razvila, da imaš ta sponzorstva, da sodeluješ s temi podjetji, ki sodeluješ, da ti Instagram profil raste, vse skupaj celostna znamka v bistvu Špela Kozan, da je tle, kjer je, hitro znamo reči, ma ja, lejo, ona kakšna je, razumeš, ono drugo, ne znamo pa res ceniti tega,
kaj človek da od sebe, da pride do tle, kjer pride. A ne. Tisti, ki bo izkusil to, bo razumel in bo rekel, lej, kapo dol, vsaka čast, mogoče meni je prenabita, ampak če poznamo ozadje, pač bomo to sprejeli. Jaz sem vedno taka, jaz bom ženske komentirala, če bo mena kakšna dobro zgledala, jaz ne vem, kakva je, pač le kaj naredila iz sebe, pač noro, vsaka čast, pač jaz bom pohvalila in kritizirala, ampak ne bom pa to, ne vem, izpostavljala v javnosti kritike, pa tako naprej, ker tudi danes vsi hoče biti frajerji in samo negativne komentarje dajo v javnost, da pač so neki več, ne. Ampak dajmo sebe ceniti, pa ko sebe cenimo, pač lahko še druge cenimo in to je, mora biti na nekem prvem mestu, no. Da se ti dobro počutiš, čeprav meni velikokrat to, kakšen negativen komentar me potre, ampak se zagriznem, pustim, včasih sem znala komentirati nazaj, zdaj se pustim, pač briga me, mislim, tako, res mi tako dol visi, kaj si drugi mislijo, ne v meni, pač iskreno. The best. Ne, mislim, tle se, veš, zmeraj, ko pride do tega, se spomnim enega reka, ki reče, ne se kregati z neumnimi, a ne, ker te bo potegnil na svoj nivo in dejansko pač bo zmagal tam, ker ima več izkušenj, a ne. Če zdaj pač gremo, ampak jaz niti ne gledam to, da so ljudje neumni, pametni, različne vzroke imamo, zakaj pač nekoga kritiziramo in ne. Evo vprašanje od Slow Jake, če se pozna, če delaš na mišični masi, če nehaš rast. Zdaj, ki ga poznam, tu je fant mlajši, še odrašča. Če recimo bi ne vem, karikirava 14-letnik se zagnal na polno v fitness in bi rekel, jaz hočem delati na mišični masi, če bi zaradi tega lahko zavrl svojo rast v višino. To je bilo ful tako govora o tem in če jaz tako gledam iz svojega vidika ali pa iz bratovga, ali pač tako, ne bi rekla, pač jaz se mogoče s tem ne strinjam, ker še zmer, ajde, če ti začneš z nekim weightliftingom, če greš ti v tekmovalno smer, mogoče, ne, ampak tako pa, da ti dejansko vsak dan uteži dviguješ, če tako pomisliš. Utež ti je, ko že primeš 2 vrečke iz trgovine, pa jih nosiš. Utež je pač, ok, da ti buildaš specifične mišice, ne, izoliraš mišice, delaš, ne vem, za bicep, za hrbet, ne boš pač nehal rasti zaradi tega, ne. Fajn je, da se že kot otrok začne ukvarjati s športom, pač težko, da boš ti majhen ostal celo življenje s tem, zaradi ki bi hotel pridobiti mišično maso, pač. Meni mogoče tlele ni logike, mogoče pa kakšen strokovnjak na tem področju o otrocih in tem bi mogoče znal bolj povedati, kakor jaz, ampak iz svojega vidika, iz svoje logike se ne bi strinjala s tem, pač vse je pa odvisno, kako ti treniraš, pač. Kaj bi recimo, če čisto greva direkt, pa vem, da bo zdaj mogoče na svet, pa ne bi dejala, ampak tako tem mladim recimo, ki se zaženejo, ki bi radi imeli recimo, če vidijo sliko Matica in reče, jaz bi imel tudi tako telo, a ne, pa je star 13-14, a ne. Kaj bi mu svetovala, kako naj se tega loti, na dolgi, da mu bo seveda to služilo na dolgi rok, a ne? V tem primeru bi jaz kot pač prvo se pomenila pač starši, še vedno je mladoletnik, ne, in da vzame trenerja. In ker preveč mladih teh fantov oziroma punc grejo brez nekega, oziroma grejo s ciljem, ampak previsokim ciljem. Pač imajo sliko iz Instagrama, hočem biti tak in grejo brez neke pomoči. In potem pride do poškodb. Ne pride do tega, mislim, ne more izoblikovati, če ti ne znaš pravilno delati, vaje in tako naprej, pač tudi ne moreš priti do tega cilja, ker pač ti moraš znati trenirati mišice, ne. In jaz v takem primeru verjamem, da je marsikomu to velik zadolgaj finančni, da si privošči trenerja, ampak vsaj kakšno uro, ne vem, posvet, karkoli, čeprav tudi te enourni posveti so premalo, če hočeš nekomu pomagati, ne. Ker jaz sem že imela izkušnje, ko sem imela 16-letnike, vodne ure in potem sem prišla čez 1 mesec, 2 meseca in sem videla, na kak način trenirajo, ker preveč gledajo Instagram, preveč gledajo YouTube, nabildane tipe, ki so še tudi na čem drugim, ne samo pač na naravni poti in zaradi tega bi jaz v tem primeru imela, ne vem, 1-na-1 coaching, vsaj par ur, da se vzame, da se pogovoriš, da se nekaj nauči, si ta fant zapiše stvari, in gre počasi, ker ljudje hitro obupajo, če ni cilja izpeljanega v 1 mesecu, ne. Moraš
sprejeti to, da ne boš čez en mesec tak, kakor si mislil, da boš, ne. Počasi se moraš in čez 2-3 leta, ko boš star 18 let, to je, mislim, že lahko veliko narediš, ne. Fajn je pa, da čim prej, pač. Jaz svetujem to, da se vzame, ne vem, trenerja v štartu, se pogovoriš z njim, pač tam, kamor se nameniti v tistem fitnessu. To je to, ne, pač. Ja. Z mladimi je fajn delati vse na tak način, bolj kakšno kondiciranje, pač za kondicijo, ne vem, motoriko, pač take stvari, ne. Pilometrija, da oni najprej osvojijo neke gibe, ne, potem pa s časoma dodajaš uteži, pač tako, ne. Je pa fajn, da gre vse čez take naravna gibanja, ker jih delamo vsak dan, ne. Ja, to se mi zdi ful pomembno, kar si rekla na koncu, da gre čez ta naravna gibanja, ne, ker dosti je enih vaj, ki vidiš, ki se ljudje res poškodujejo lahko na dolgi rok, a ne. Komentirajo nazaj, kaj pa če pravilne sklece delaš brez trenerja, a ne. Mislim, da tle lahko že jaz pokomentiram. Halo, Špela, si še z nami? Štekaš? Ne, cool je, ti si imel. Zaštekel si. Ja, kaj pa zdaj? Zdaj si v redu. Zdaj se v redu, okej. Sprav, komentar nazaj je bil, kaj pa če pravilne sklece delaš pa brez trenerja, a ne. Pa se mi zdi tle, da... Ja, ti se vidi, pač... Ti povej, ne bom jaz nič Ja, rekel, nisem pač- strokovnjak. Ja, saj ni fora, ti ne boš zdaj zaradi sklec, ker sklece delamo tudi v šoli, ne, pač nam dajo profesorji tudi kdaj, ne, ampak jaz gledam zdaj z vidika trenerke, tlele pri skleci je tukaj enih stvari, ki moraš biti pazljiv, da jo pravilno izvedeš, zato tega sem ful vesela, da poleg tega, da hočem delati za rit, vaja, da hočem biti sposobna tudi zgornjem delati, da znam pač to pokazati, ker je kup trenerk, ki ene sklece ne zna pokazati, a v teoriji pa so pametne, ne, pač pri skleci je tako, komot lahko brez trenerja delaš, je fajn povedati, kaj delaš, pa kako delaš, ne, tlele je pomembno, da imaš dovolj močan kor, oziroma da znaš aktivirati globoke trebušne mišice, da znaš medenico postaviti nazaj v posteriorni položaj, se pravi, da stisneš zadnjico in da ne greš z rameni tako naprej, ne. Vedno moraš ramena imeti spodaj, ne, se pravi v depresiji in greš potem dol, ne pa to. To je največja napaka, ali pa ko grejo ful s komolci na ven, ne. Mislim, tlele lahko jaz razlagam v eno, ampak pač komot lahko, ampak fajn je pa, da veš vsaj neke osnove, ko se spraviš v fitness, ne. Se ti ne boš mišična masa dobil, ti mišična masa je ful pomembna tudi, kako ješ, ne. Ti moraš tudi pravilno jesti, pridobiti na mišični masi, ja. Ja, kako bi ti rekla kot osebna trenerka? Kako bi ti rekla, sorry, samo malo bom prekinil, Darren UA, hvala za subscribe, appreciate and welcome to the family. In hvala za keep up the good work, še bomo nadaljevali in še expandali bomo vse skupaj. Od konca septembra naprej take oddaje tudi v angleščini, enkrat na teden, enkrat teden v slovenščini. Ampak kako bi ti rekla kot osebna trenerka razmerje med hrano in telovadbo, a ne? Da imamo funkcionalno telo, tako, ki si želimo. Rečemo, za enega povprečnega, kako hočem to reči. Rečemo, za enega človeka, ki bi samo rad, da ima funkcionalno življenje s čim manj bolečin, a ne? Ali pa z nič bolečinami, rečemo. Tako, da lahko dela vsakodnevne stvari brez bolečin. Kaj bi ti rekla kot nekdo, ki je strokovnjak na tem področju? V vsakem primeru, kar ti daješ vase, se bo poznalo na tebi. Se pravi, vse, kar ti poješ, se ti bo poznalo ali na koži, ali debelosti, ali pač, če premalo v tem primeru poješ, si pač presuh in tako naprej. Zaradi tega pravi, da je 75% nekje prehrana in nekje 25% trening. Pa marsikdo pač se tega ne zaveda in vsi so pametni, je tako sigurno, ampak marsikdo pa to dejansko da tudi v prakso, ne. Res je, vse je, pač hrana je nekje 75%, vse ni panike, če se ti prekršiš, greš na pico, ampak najbolj pomembno je, da ti veš, kaj so makrohranila in da ta makrohranila v tistem dnevu pač dovolj jih zaužiješ. Se pravi, makrohranila, beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe. Zdaj, maščobe, ne čips, pa siri, pač take stvari, ampak da imaš maščobe zdrave, imaš kakšne oreščke, imaš avokado, take stvari. Te stvari moraš poznati, tudi osnove prehrane pač je fajn, da poznaš, ne. Ne, da ješ zdaj ful cvrte hrane, 2-krat na dan, da ješ, količinsko ful, pač tako, no.
Pa po Evo, 25% Sara je trening. vprašala, kaj če si bolj antišportnik, koliko športa vseeno rabiš in kakšnega, zato da imaš operativno telo, da je telo v bistvu funkcionira tako, kot je namenjeno. Recimo 2-krat na teden je tako sprejemljivo za tiste, ki niso glih ljubitelji športa, da ne vem, doma kaj naredijo, ne vem, vaje za moč, pač vse se da tudi doma narediti, ne. Ne vem, recimo 2-krat tedensko je sprejemljivo za neke antišportnike, tisti, ki imajo pa pač višji cilj, so že izkušeni, pa tako 3 do 5 tedensko, no. 2-krat tedensko je pa pač res fajn, da čisto vsak izmed nas to dela, ker si bomo ful hvaležni tudi na stara leta, pač zdrave sklepe bomo imeli, ne samo sklepe, pač ti, ko imaš enkrat tudi mišično maso, imaš močne mišice, ne govorim, da si ti v vizualno si tak, ampak da pač si funkcionalen, ti bodo tudi sklepi hvaležni, ne. Greš v hrib, pa te bo pol vse bolelo, pač moramo biti fizično pripravljeni, ne. Vsak. Pač Ja, to je mislim, da je fajn. ena dosti pogostih stvari je tudi to, da smo dosti v sedečem položaju z računalniki in nam vleče naprej hrbtenico, ne, prešvo hrbet, pa nas hrbet Pa boli, ne samo ja, hrbtenica, pa, ne, ja. ja, pa križ Tudi in tako recimo, naprej, a ne. ko sediš v sedečem položaju, ne, ti avtomatsko medenica je skozi sortirana nazaj, ne, in pač s tem imamo ful oslabljene, imamo trebušne mišice, ful slab kor in tlele v pogibalke pa bomo ful zategnjene, ne. In se pravi, potem po čepu, recimo, in ful počivajo noge. Ko smo mi na nogah, pa če delamo službo na nogah, je malo lažje, ko si skozi v gibanju, ne. V sedečem položaju je pa ful problem, hrbtenica naprej, oslabljene trebušne mišice, opogibalke kolka čisto zategnjene in s tem se da tudi poveča lordoza, se pravi, da je izboklina oziroma da je lordotična krvina v ledvenem delu, se pravi, da je čisto bloko, ne. A jaz sem se kar poravnal zdaj, ki si to povedala, ker jaz na stolu res ne znam sedeti. Jaz pa sem tako, pa prekrižane noge, pa po turško noge, pa... Ne, to moramo gledati na vsake 2-3 minute oziroma na vsakih 5 minut, da se vstanemo, da se pretegnemo, da naredimo kaj tudi za ramenski obroč, ker smo skozi naprej, ne, mi moramo raztegovati tudi sprednji del, ne samo, da delamo za zadnji del, ampak moramo tudi tele pač opogibalke ramena pač raztegovati, ne, pa prsni del mišic, ker tega premalo delamo. Tudi same punce ful premalo raztegujejo prsni del, kar je ful pomembno. Tle smo ful Če pol se zmanjšajo prsi, Špela. Se veš, ko je, ne smejo punce delati sklec, ke pol so manjše prsi, a ne. Ne, lepo izoblikuješ. Ni fora pri sklecah, da bomo imeli velike prsi pri moških, ampak pač zaradi funkcionalnosti ti pomaga tudi pri vratnih mišicah, se pravi sprednjo ramo tudi vključimo, ne. Pač, ko imamo sprednje mišice močne, smo bolj varni tudi, ne, pride tudi poškodb in vse, ne. Bolečin v vratu, bolečin v ramenskem obroču, tako, ne. Ful je, tukaj enih stvari, da bi... Ja, da veš, lahko bi še, samo da malo... Danes sama 2-krat na teden je fajn, da treniraš, no. No, da veš. Ja, kaj je rekel, a to, kar so jedli pred 80 leti, je dobro, ker pri nam babi kuha. Joj. Sej, ne, jaz sem tako rekla... Bom jaz povedal, čakaj se malo, bom jaz povedal svojo izkušnjo, pa ti povem. Jaz recimo od svoje babice, ker pač jaz ne uživam živalskih izdelkov in pač ne jem tega. In pol sem rekel, bom jedel zelenjavo, karkoli. In pol je bilo tako, da je babi začela zelenjavo delati, kar je bil že ful velik napredek, ne, da je kuhala. Ampak pol je brokoli pa cvetačo vedno razkuhala. To je bilo ke pašteta dejansko, ne. In pol sem ji rekel, babi, to mora biti bolj čvrsto, zato da da kaj od sebe, a ne. In je pač en postopek, ki traja, a ne. In tle bi rekel tudi ena stvar, definitivno 80 let nazaj so imeli veliko večji manko hrane, a ne. Tako da je bila pa bolj kvalitetna po večini, tu pa so tudi raziskave. Ja, ampak... to je fora, ja. Ja. Pač, tako, jaz bom rekla, pač podpiram zdravo kmečko pamet še zmer, da ješ vse, ampak najbolj pomembno je, da jemo domačo hrano, pač to je, tudi tisti, ki imajo meso, pa to najslabša stvar, da kupuješ v trgovini. Jaz še vedno, ko grem v Belo krajino, še vedno to jem, kar moja mami pripravi,
problem je, ker smo imeli pač količinsko, pa stara šola je to, pojej, bod zlata ptička boš takrat, ko pač bo vse čisto na krožniku. Zakaj? Pač, to je največja napaka, ker pol mi telo preobremenimo s hrano, ne, ko jo pojemo. Preobremenjeno je in pač ne more normalno funkcionirati, ne more vse to prebaviti. Pač zdaj iz leta v leto raste ta znanost o prehrani in pač jaz pravim, da bo fajn, da se temu prilagajamo. Zakaj bi šli nazaj v preteklost, pa tisto jedli, kar smo, pa toliko pojedli? Če se lahko iz leta v leto nekaj mnogo naučimo, pač in mislim, jaz tako pravim, no, še zmeraj bom pojedla golaž, še zmeraj bom pojedla pasulj, pač, ko bom to rada, ne, ampak moraš paziti količinsko, pa makrohranila, včasih niso poznali njih tega, ne, včasih so pojedli to, kar so imeli, zaradi tega pač so to kuhali, imeli so zelenjavo, imeli so živino in to je to, niso pa pač imeli dodatkov, niso imeli avokada, moja mama pač ni avokada sploh poznala, ne, to je pač prišlo pol čez čas iz tujine, to nismo mi izumili, ne. Ampak jaz pravim, da to je fajn, da jemo, ne, to, kar, mislim, jaz sem se največ iz tega naučila, ne, da sem se učila o prehrani, da sem videla pač, kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj so makrohranila, kaj so mikrohranila in potem si sestavila nek jedilnik, ne. Ne, da bom šla z glavo v zid, pojedla to, kar mi bo mami skuhala, ampak sem si tudi sama kdaj pripravila, ne, kaj sem videla, da pač potrebujem. Beljakovine so pa tiste, ki jih najbolj rabimo, ne. Ja, tale Jake je napisal, da oni jejo kar doma predelajo, ker imajo kmetijo. Tako da mislim, da tle nimaš kaj falit, mogoče samo če babi ful preveč maščobe uporabljajo, tle malo umer. To je edino, po mojem. Ja, točno to, takrat, ne vem, sončnično olje večina jih uporablja, le najcenejše je, pa, ne, mislim, razlika je 2 evra ali pa 15 evrov, ne, če to gledaš, ne. Ampak kaj je pa boljše, je pa to, ful ljudje dajo masno hrano, zaradi tega je pa vsem babičina hrana dobra, ker je pač toliko ene maščobe noter, pa okusno, ker maščoba ti da okus. Če ne bi bilo maščobe, ti pač ne bi imela hrana okusa, ne, zaradi tega pa vsi hvalimo mamine pa babičine dobrote, ne, ker je toliko tega, pa toliko enega cukra, ne. Jaz sem edini, ki ne, jaz nič tega ne hvalim, nisem najljubša stranka teh ljudi. Jaz rečem, če hočem jesti sladki krompir, bom jedel sladki krompir, jaz ga nič ne solim in tako naprej. To so preference vsakega posameznika. Recimo pa sej komot jesti, če je kmet, pač pa imajo doma svoje, imajo zakon, pač jaz bi dala vse za to, ne, mislim. Jaz itak, ko grem v Belo krajino, mi mama polno zelenjave da, pa tega, ne, in to je ful vredno, no, če imaš doma, ampak moraš znati pripraviti to, kar imaš, ne, to je fora. Ja, to je res. Ja, evo, samo da malo pokomentirano, Derenjo je rekel brokoli pa cvetača skuhana pa z ocvirki zabeljena, evo, jaz brez ocvirkov, posta se pa Slow Jake pa Deren v debato spravila, da imajo doma njivo, pa vrt, ko da jejo domače stvari. En ima 120 kvadratov njive, pa 20 kvadratov vrta, drug ima pa 450 hektarjev njiv, pa 20 kvadratov vrta. Pol je pa še Deren komentiral. Ja, mislim, tu je pa glih soga. Ali ga še, Jake, ga še pobirate. Pol je pa še Deren komentiral JP pa Kek, slow vegan streamerja. Pač nisem vedel, da je Kek stukt, ampak ja, the best. Sva, očitno sva, se strinjam. Ne, res, kaj se tiče prehrane, ni nič narobe, če jemo vse v nekih normalnih količinah, ne. Nič ni narobe s krompirjem, pač vsak misli, da je krompir strup, ni panike, če krompir, recimo, krompir ima manj kalorij kot riž, kot 100 gramov riža, ne. Pač, če pa ti znaš to sestaviti cel obrok, da imaš, ne vem, toliko krompirja, toliko, ne vem, mesa ali česarkoli zelenjavnih polpetov in zelenjave. Pač vse to moraš imeti na krožniku, ampak v neki normalni količini. Ko imaš pa ti polno maščobe, pa omake, pa smetana, pa žal tako težko dosežeš nek cilj, ki si ga zadal, ne. The best. Jake je rekel, da še poberajo, pa še 2 tedna bojo, tako da. Jake, piši na Instagramu, bo prišla poberat, bo še Matica, pa vse ostale trenerje povabila. Jaz moram iti v Belo krajino poberat. Ja, lej, zdaj si se javila, kar je. Še nisem fine punce, še zmer pomagam pobirati in krompir in grozdje in
take stvari, tako da tudi če vidim moj profil na Instagramu, še zmeraj sem ful Preprosta, pridna pa domača. kmečka punca. The best, ok. Kaj pa mogoče čisto še, da ponavadi vedno tako malo končamo v tej smeri, pa dve v bistvu vprašanje. Eno je, kaj pa kakšno področje, ker si tako, si ga še želiš nadgraditi, pa si ustavljena ali pa ne veš, kako tam kaj narediti. Bolj stretching online podaj. coaching. Pa glih prej, drugače, vmes sem se jaz kar malo spegovala, tako veš. Saj prav. Ti V kar, glavnem, ja. Jaz si želim imeti, mislim, imela bom tudi spletno stran, vse dela oziroma se moramo dobiti s tem, katerim nam bo delal, in imeti online coaching, oziroma bom imela tudi programe svoje, pač to mi je zdi cilj. Ni 100% vse, mora pač vse se speljati tako, pač moramo še narediti celoten plan. To mi je cilj, kaj mi je še cilj, ne vem, pač. Zdaj trenutno imam toliko enih stvari, ki jih moram v septembru že doseči, da sploh ne razmišljam o drugih, ker se moram tako fokusirati na to, ne. Ker če boš ti na 10 področjih razmišljal, kaj bi, nisi 100% na tisti, ki ti je pač prioriteta mogoče. Mislim, vedno moraš imeti neko prioriteto tako, in se fokusirati na tisto. Tako da težko ti zdaj rečem, kaj mi je ciljno, mislim. Ne, si povedala, mislim, da je, ne, pač, sprav, poleg vseh projektov, ki jih imaš, bi rada še postavila neki online in spletno stran in dala dejansko, če tako pogledava svoje znanje, več ljudem na voljo, a ne? Pa več potovati, to mi je cilj, evo. Ok, the best. Eno stvar bi... Ker nima veze. Ja. Še eno stvar se dotakneva, ki se mi zdi, da ti je v zadnjem času naredila ful spremembe, o tem si tudi dosti objavljala in tako, in to je pač tvoje zobovje. Rekla si tudi, ko majhna si imela krive in zdaj si se tega lotila. Zakaj? Pač kaj je... Ja. Fora je bila, da pač, jaz se opravičujem, ampak ne morem biti skozi sedečem položajem. V glavnem, Ok, cool. Ne, že v redu pač. Zato si osebna trenerka, športnica, zato ne delaš v pisarna, ne? Zato ne delaš v pisarna, slovenščina moj doma. Ja. V glavnem, kaj sem želela, kaj si me vprašal? Se pravi, glede tvojih zob, ne? Ja. Tega je bilo dosti, rečeva temu, kdor te spremlja, pozna, ne? So te dosti spraševali in pol, mislim, da kar po par letih, nekaj letih si zdaj nekaj naredila, a ne? Ja, v glavnem jaz sem imela tako, ta dva zoba, ne, tako čist gor, ne, in potem sem imela ta dva sprednja, enega čez drugega, spodaj isto, en not, en ven, ampak pač sem imela zvezdice potem in zvezdice so mi naredili lepo obliko, vse, ampak vmes prej sem imela zvezdice, sem se tudi zabila v zid. Kaj si se zabila v zid? Ja. Aha, ok. Nisem, če sem prav slišal. In bolj je bilo tako, gledala sem Rebelde, takrat je bil še Rebelde, ne, in prav ne bom pozabila, in je bila tema, in sem imela televizijo, in ko sem televizijo gasnila, več čisto tema, ne. In jaz ugasnem, mama kliče, pica je na mizi, ne, in jaz tečem proti vratom, in sem mislila, da proti vratom tečem, ampak sem tekla proti štoku, ne, direkt. In jaz že tečem, že prihajam in direkt v štok, v usnico sem si presekala tle usnico in šele čez 2 dni je mene začel zob bolt in mi je tisto šel direkt pri dežurnemu, nič nisem mogla in mi je tako tresel z elektriko in sem na ta zob nisem čutila tega, se pravi je odmrl in sem imela čist črn zob pač. Grozno je izgledalo in potem so mi ga že enkrat prebelali, ampak ni bilo dosti, ne, malo je bilo vidna razlika, ampak še zmeraj je bil ful črn. Pa te od rojstva sem imela pa tako spodaj 2 pač lise na sprednjih 2 in mi je bilo vedno, to mi je bilo tako največja mora, ful sem se vedno rada smejala, pač še vedno sem se smejala kljub takim zobem, ki sem jih imela, ampak mi je bilo pa grozno, ker mi vsak gledal zobe. Pa zakaj imaš to, pa zakaj imaš tega črnega, pa zakaj imaš te lise, pa zakaj pa una. In vedno sem se s tem obremenjevala in težko mi je kdo pomagal, takrat tudi finančno si nisem mogla tega privoščiti, da bi si jaz zrihtala zobe, nobenega nisem poznala, kot to dela, ne nič.
in sem zdaj en mesec nazaj zbrala pogum, pa šla v to. Zbrihtali so mi, dali so mi 2 luske tule spredaj in prebirali so mi ta črn zob še 2-krat, in tako da šluske čez se več ne vidi. Mogoče malenkost, pa te 2 lise pač tudi več ne vidi. Pa prebela sem si jih enkrat. Tako da, imela sem pa grozno. Zdaj, če se bo videla slika, ki jo imam, če imamo še toliko časa, da vam pokažem, ne? Pokaž. Tisti, ki me verjetno ne spremljate. Moji zobje so izgledali, mislim, to sem jaz, ne? Mogoče boš mogla samo malo zadržati pri kamero, da fokusira, veš. Ja. To sem jaz. Kamera, desno. Aha, ja, vidimo. Ja, to so moji taki zobki lepi. No, ja, to, pa sem imela pa pač zvezdice, nimam pa nobene slike. Kaj ti je pa zdaj to dalo v bistvu, ki si porihtala si zobe? Ful se dobro počutim, bolj se samozavestno počutim, bolj pač vesela sem, ker to je bil kamen, ki me je moril cel life, ne. Pač to. Še ena slikca, da vam pokažem, kako sem imela preden sem si šla rihtat, je bilo pa takole. Mislim, to je zdaj končna slika, čeprav ne vem, upam, da se vidi. Samo malo primerjaš, aha, razlika, ja, vidim, ja. Se pravi ta črn odmrli, ki si rekla, in kako je zdaj? Ampak ful se slabo vidi, ker je ful svetloba, tako. Dobro se vidi, mislim, razlika je bila. Ja. Evo, Špela vsej svoji skromnosti z veselje kaže prej pa potem. In tu osebna trenerka ne kaže prej pa potem zobe. Daj nam pokaži zdaj še prej pa potem svojo podstavo, če že. Ajde, če smo že tako daleč. That's me! The best. Ja, v bistvu tle se lahko povežem, jaz imam tudi spodnji ful, samo veš, jaz ki se ne smejem, sem samo zgornji video, tako da. Imam pa spodnje, tle imam tega, bolj temnega, tega imam bolj temnega in to imam pa v bistvu iz časov, ki sem še kadil travo in dejansko ena posledica je, ko vlečeš vedno na isti zob, ko kadiš, ali če kadiš cigaret, imaš ponovadi, če si na isti zob, imaš samo eno in meni se tu pozna. In sem tudi razmišljal, da bi kaj naredil in potem si rekel, ne bom. To mi bo upozorilo za cel life in če me kdo vpraša, zakaj, bom lahko ful dobro povedal in mogoče en razlog več, da nekdo ne bo potem posegel. Tako da, the best. Če imaš še kdo kakršnokoli vprašanje, komentar, karkoli napišite v chat za Špelo, par minut jo imamo še na voljo, tako da... Smo pa kar dolgi, Ja, pač razgovorimo se tle, ali. V bistvu je to tako, no, jaz tu res, ni to oddaja, da smo mi pri Mariotu in imamo 1 uro pa pol in pol je tako, ampak je odvisno, kako medva pač se ujameva in kako pač ta skupnost naša na chatu reagira. Živijo Makeks, šala, MC Kek živijo. Ja. Prej je Glik da Ryan spoznal, da sva slovenska streamer vegana MC Keks, tako da veš, yes, you slap me, I got it. Jake je pa vprašal, kakšen je občutek kaditi travo. Če čisto povem na hitro mojo zgodbo, takrat, ko sem to delal, se mi je zdel ful dober. Zakaj? Ker sem se ful dobro počutil, ko sem kadil travo. Takrat sem imel rad cel svet. In drugače so mi šli pa ljudje na živce, vse eno zgodbico sem si ustvaril, da ljudje smo idioti in se ne spoštujemo med sabo, ne spoštujemo našega okolja. In dejansko, zvečer, ko sem pa skadil pol jointa, sem pa v bistvu imel vse rad in je bil top. Life je bil top tiste 2-3 ure, ker pač plavaš in se ti ni treba delati in si odtujen. In pa sem v bistvu naredil Landmark Forum, en program za osebnostno rast v Londonu, kjer sem odkril spet to ljubezen res do ljudi, ki sem jo imel, ko sem bil majhen. In dejansko, preden sem šel na ta program, 2 dni prej, sem rekel, da je to moj zadnji joint v lifeu in je tudi bil. Od takrat naprej se nisem tega več poslužil in tudi ne rabim. Sva kasneje še enkrat z Uršo
naredila vsak 3 dime, ker je njo zanimalo, kako to je. In mene je tako odpeljalo stran od samega sebe, da zdaj, ko se poznam, ni šans, da jaz to naredim. Tako da jaz bi rekel, da je strava tako kot z vsemi odvisnostmi, pač tu ljudje uporabljamo zato, da se nam ni treba soočati s tem, kar se nam dogaja, da malo ublažimo vse skupaj, tako kot je mogoče Špela tudi prej dobro povedala, ta preteklost, ki nas skus nekako preganja in je z nami, da ne razmišljamo od tega. Zato pač to uporabljamo in različne so te odvisnosti, eni so trava, alkohol, igrice, karkoli, kazinoji, od seksa, od vsega možnega smo lahko ljudje odvisni, od hrane in tako dalje. In se mi zdi res top, Špela, da si bila danes gostja, da si delila z nami življenje in mogoče dala ljudem nekaj, kar pač drugače ne bi dobili. In so danes dobili. In res ti hvala, da si tako avtentično, ranljivo delila svoje življenje, vse te izkušnje, ki si jih dala čez. Se mi zdi nekaj unikatnega in še naprej delaj, kar delaš. Bi pa te tako povabil, zdaj tega do zdaj nisem naredil, ampak mogoče bom če imaš kakšno prijatelja, za katerega vidiš, da ima tudi tako zgodbo, ki bi lahko nekaj dal ljudem, jim povej, jaz jih z veseljem sprejmem kot goste. In ja, pač dajmo deliti svoje izkušnje, ker nikoli ne vemo, kaj kdo dobi. In se mi zdi tako res top, da damo nekaj ljudem. Ljudje so še nekaj komentirali. Aha, vprašanje je bilo, kaj je bila, se pravi, da Rein je prišel malo kasneje, pa je vprašal, kaj je bila tvoja prelomna točka v življenju, da si se odločila trenirati in delati na svoji postavi. Če še enkrat ponoviš na hitro. Ja. Ja, jaz sem že v bistvu itak čist od 10. leta nekje v športu in to mi je vedno predstavljalo nekaj, kar me veseli. Vedno mi je bilo veselje in nikoli se nisem pustila, da bi, ne vem, družba mene pokvarila. Vedno sem bila taka, tudi, jaz sem imela tukaj različne družbe že, da pač tudi ne športnike in prav nikoli si nisem pustila, da bi mene nekdo zaviral pri tem. Pač vedno, ko sem imela cilj, sem šla k temu, ko me čaka, da grem trenirati, pač to je bil pri meni fokus. Kdo je to sprejel, je sprejel, ampak nikoli se nisem pustila, da bi mene družba pokvarila ali karkoli. Bila sem to, kar sem in to sem tudi še zmer. Sem se bolj cenim, kot sem se prej. Pač v športu, kar sem trenirala atletiko, borilne veščine, hip-hop in bolj fitness, prelomna točka, mislim prelomna. Jaz se sploh ne spomnim, ko sem bila toliko mlada, kako točno sem se jaz odločila za, ne vem, šport. Pač brat je bil ta, ki me je pripeljal do tega, ker mi je bil vzor, pa me ni silil, ampak sem jaz v njemu videla sebe, da lahko jaz iste stvari dosegam in sem začela isto z atletiko kot on in sem bila pač dosti dobra, ampak nisem dolgo vztrajala, 4 leta. Potem sem si pa skozi postavila neke nove izzive, vedno mi je bil pač cilj, da nekaj novega probam in izgleda, da sem mogla toliko časa vztrajati, da sem spoznala zdaj fitness in da se s tem ukvarja, ampak pač ne samo fitness, poleg tega še kalistenika, se pravi, ko hodim k prijatelju Dominiku, me trenira, ne vem, salte, me trenira stojo, pač tudi znanje mi je ogromno dal. Ni une prelomne točke. Pač mogoče ta, prelomna točka, da si se posvetila svoji postavi na drugačen način. Ja, no evo, to je pa mogoče kriv tudi fant, ne, ker prej pa nisem vedela toliko prehrani. Sem pač, ko sem fanta spoznala Matica, on me je malo bolj usmeril v to, da če hočeš pač izgledati dober, ne da se treniraš, ampak moraš tudi paziti na prehrani. To je bilo tisto pol, da mi je bilo nekaj novega, ne, da sem pač gledala bolj na prehrano, da moraš dovolj beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, pač tega vnesti. To je bilo pol tisto, da sem začela. Jaz sem imela vedno neko vizijo in vedno, ko sem imela neko vzornico v tem primeru, sem imela in pač sem recimo si dala primer, evo tako nekako hočem izgledati, ne točno tako, ker nikoli ne boš bil tako kot nekdo drug, ampak pač boš bil dovolj dober, ne, zase, to je najbolj pomembno. In glavno tako sem si dala nek cilj, tako hočem in pač tudi spremljala sem te ljudi, kako, ne vem, jejo, pa kako ampak... Kdo ti pa je bila vzornica?
v začetku je bila ena Stephanie Davis, ne vem, to je, čeprav zdaj, ko gledam, Fantje, pogooglite mi ni jasno. Stephanie Davis. Ja. Ne, ampak zdaj, ko gledam, ker zdaj, ko gledam, mi ni jasno, kako mi je bila ona, ker mi je zdaj presuha, pač preveč mi je suha, nima ona neke ful, ne vem, Ok, riti. ampak tisti čas ti je bila, a ne? Tisti čas, ko sem začela, mi je bila, potem pa recimo Michelle Levin, ne, ona je ena starejših fitneserk, ne vem, koliko ima zdaj let, 41 po mojem, ampak dobro zgleda res. Evo, Michelle Levin mi je še zmer tako top, ne, ona je bila takrat na tistem 6 let nazaj, je bila tako na vrhuncu, zdaj je pa itak priplavila toliko punc, da Ok. od teh mi je, zdaj recimo ta trenutek mi je pa vzornica Morgan, ne vem, kako se če piše že, Morgan Rose Moroni. Morgan Rose. No, ona mi je vzornica po postavi in po sposobnosti, ki jih pač ima. To je zdaj mogoče, ne da bom zdaj da delam zdaj vse kakor ona, ampak pač to mi je ona vzornica. Pač nek role model, a ne, ki te, rečemo temu, Ja. vleče naprej, a ne? Bravo. Ja, točno. Super, super. Ja, tako ker je Paul Derain, že moderator Jake P. komentiral, vsaka ta naša oddaja, mi pa zapakiramo v YouTube posnetek in ne samo tu, če boste že pogledali posnetek od prejšnjega tedna, boste videli naš video Mojster Robi, on razdeli posnetek na segmente, si ga pogleda, ga razdeli na segmente, tako da v bistvu lahko pogledate samo določen segment, samo določeno vprašanje, ki vas zanima, ki ga je Špela danes povedala, odgovorila na njega in delila sebe. Tako da v bistvu nek next step, jaz nisem vedel, da je to sploh možno na YouTube, ampak očitno je. Tako da tudi za prejšnji teden lahko pogledate najin poročni play z Uršo, samo tu je segment. Ampak ja, tako bomo naredili tudi s tem posnetkom, Špela je zmrznila, zato ker Matic pač fant njen nekaj dela z internetom, ne vem kaj, ne bomo ugibali. Cool. Ja. V glavnem, kar ponavadi vedno na koncu naredim, pa sem to naredil, ker sem šel že off stream, ker smo že ugasnili, je tu, da v bistvu jaz vsakemu svojemu gostu podelim naročnino na moj kanal, tako da imaš zdaj sub badge, neke posebne emotije imaš odklenjene in lahko sodeluješ in si tle prisotna z nami, na pač neke dodatne stvari se odprejo. Tako da v bistvu tu vse, čestitam za to. In še v bistvu sem podelil enemu random communityju, kar vedno naredim naročnino in dobila je Karina Selšek, tako da Karina čestitam, ker je bilo naključno, ni bilo namensko. Tako da, ok, Špela, če čisto na hitro, da zaključva še današnjo oddajo, kaj bi povedala, kako je bilo tebi, kaj si ti videla, ugotovila in tako naprej. Ja, meni je bilo ful dobro, ker sem šla čez celo svojo kariero oziroma celo svoje življenje. Včasih se mi prav paše pogovarjati o tem z nekom, ki nisem vsak dan z njim, pač mi je fajn deliti svojo zgodbo, ker verjamem, da se marsikdo tudi najde v njej, mogoče ne na čisto isti način, ampak na drugačen, da se še lovi, pa ne ve, kako začeti, ampak jaz verjamem, da čisto vsakemu je neka moč, ki jo lahko porabi za to, da pač ustvari si nek cilj oziroma da uspe v življenju. In ne ozirajte se na moteče faktorje, ki so pač zraven vas, ker to bojo celo življenje. In če se pač ozirate na to, boste težko uspeli, če se pa pač ne in jih sprejmete, pač boste pa uspeli. In to je to. Jaz tudi verjamem, da je v meni še veliko rezerve oziroma lahko še veliko več naredim, kakor pač delam. Ampak pač rabim čas, kakor vsak, in verjeti vase, ker velikokrat tudi jaz, ne vem, upam oziroma ali se mi ne da na trening, ali cel teden pač sem brez motivacije. Zgleda, da tudi to rabim, da se nahranim z novo energijo in sveže spet začnem naprej. Pač sem ne se ozirati na moteče faktorje, karkoli je to, ali je to družba, ali je to družina. Imejte točno jasen cilj, definiran cilj in pač močno željo, da uspete. To je to. In pač, ko boste to osvojili, boste uspeli. The best, hvala ti. Bilo je še eno vprašanje, sicer mislim, da boš zelo kratko odgovorila. Si kdaj probala kakšne droge? Ne.
Ne, Ne, okej, in evo, tudi. tega sem se vedno bala in pač ne. Ne. Ok, the best. Super, Špela, hvala, ker si prišla, ker si bila naša gostja. Tako, kot sem rekel, ta celo oddajo bomo objavili na YouTubu, tebi jo tudi lahko pošljemo v ekstra posnetku, kakor bo želela. Tako da, to je to v bistvu za danes. Uživaj, smo na vezi. In tako, kot sem rekel, pomislila kakšno svojega prijatelja, prijateljico, ker vem, da se družiš z uspešnimi ljudmi in če bodo izkazali željo oziroma boš prepoznala v njih tu, jaz jih z veseljem tle gostim in pač da podelimo skupaj in se spoznamo. In dejansko gostim nekoga, ki ga ne poznam, kar bo prišlo na vrsti od septembra dalje. Tako da, the best. Hvala, Špela. Prosim, pa še kdaj. Ok, zvenjeno, držim te za besedo. Ajde, čau, hvala vsem, ki ste Čau, prišli čau. nazaj, ki gledate zdaj ekstra. Mi smo to naredili zaradi tega, da se poslovimo od vas, imate možnosti in zato, da v bistvu bo YouTube video celosten, da ne bo na koncu samo moja faca, brez da Špela reče adijo. Tako da, ajde.